Nisem se verjel počutil, težko mi je bilo. Se rekel, Alen, odstopi, reče, da te je koleno bolelo, doben ti nič očito, probo si, gotovo, ne. Ampak pol sem jaz, ker sem toliko trmast, valjda sem strajal do konca in pol valjda sem najboljši rezultat dosegel tisto tekmo. Vsaki poškodbi vidim nekaj dobrega, se mi zdi, da zdaj gledam tak na to. Pa mogoče prej takrat, če nisem gledal, da tak, ampak edine informacije, kaj sem dobil, je to, da lahko zamenjaš celo koleno. Tega pa sigurno si ne bom privoščil. Iz vsake poškodbe priješ močnejši, sigurno. Ne ješ vrejo, nimaš dovolj energije, pol se ti pa na treningih pozna, ne. Dostikrat je tudi kakšna politika v ozadju, vseh teh klubih, tudi razni menedžerji imajo vplive, kdo bo igral, kdo ne bo igral. Mi smo imeli tedensko vsak ponedeljek zjutraj pred treningom tehtanje. Kako si šel 1 kilo preko določene teže, ki si jo imel, si dobil finančno kazen. Starši neki svoj san niso potešili in zdaj to prelagajo na svoje hčerke, sinove. Kaj sploh je Hyrox? Se rekel, nikoli več ne grem na tekmo, to je to, gotovo. Pol pa sem se že vozila domov, pa sem že gledal, kdaj je tekma naslednja. Pa sem se že prijavil za 14 dni naslednjo tekmo, ker sem toliko tekmovalen, da me samo vleče, da hočem čim boljši biti pa izboljšati rezultat. In sem samo rekel, gledaj, Alen, če si prej zajebo, vrži zdaj do konca, pa magari ti roke odpadejo, ne. To je bil res, to je zdaj top 5 tudi, mislim, da rezultat vseh časov, to je ta čas, ko smo v Londonu dosegla. Jaz sem tak trpel, kot še nikoli v življenju. Hej, preden te spustim naslednjo epizodo, bi se ti rada zahvalila za podporo in ogled. Res bom zelo hvaležna vsakega všečka komentarja, tudi konstruktivne kritike. Hvala pa tudi mojima sponzorjema Swine MyProtein. Pri Swine imate vedno aktivno kodico KOSER11, tudi na SwineCare. Za MyProtein pa najdeš spodaj. Uživaj v ogledu. Kak ti je bilo, ko si bil na podcastu že? Takrat se moram priznati, da sem bil kar nervozen, da sem malo bolj sproščen, ker je bilo takrat, to, ko se že 5 let nazaj po moje, pa sem bil kar... 5 sicer, ne? Ja, ker sem začel ravno neki s fitnessom, oziroma 3-4 leta, ja. Mogoče, 3-4 leta nazaj in sem bil kar, mislim, nervozen. Jaz nasploh ne rad dosti govorim, ampak ja, pol pa je bilo, mislim, sem se sprostil sproti, ampak danes sem pa recimo malo bolj sproščen. Pa se mi zdi, da nasplošno, ko začneš objavljati pa se izpostavljati, na začetku ti je tako, kaj si bo, ne vem, mislil tisti, ne vem, sošolec ali pa tista gospa, pa ti je na koncu tako vseeno. Ja, navadiš se, ampak vseeno vedno je neki taki awkward malo moment na začetku, ampak tudi pol dalje, kot že več časa to delaš. Ja, valjda, ne, saj to je čisto. Prvo, da te predstavimo, Alen Ploj, hvala ti, ker si danes vzel čas, pa prišel. Eno vprašanje, ki ga vedno postavim. Kdo je Alen? Alen je bivši profesionalni nogometaš, zdaj osebni trener in Hyrox tekmovalec, drugače pa discipliniran. Kaj bi še rekel? Predvsem discipliniran pa spoštljiv človek. Zdaj si omenil disciplino, ne? Večkrat. No, danes mi Alen odpisal zjutraj ob 3 pa nekaj in sem tak, čakaj, mi danes začnemo snemati ob 9, ker sem slučajno zbudil ob 3 zjutraj naredil trening, pa si porekel, da nisi, ne? Se pa drugače zbujaš kar zgodaj, ne? Ja, zbujam se večinoma ob 5, ja. Pa bi jaz kar tu začela. Na neki tvoji jutranji rutini, če jo imaš, kakšna je za omenosti, da si bova potem tudi šla na neko preteklost s športom, kak te je pripeljal do sem, ampak me najprej zanima, kak si to rutino ustvaril, si jo vedno imel, kak si do tega prišel? Mislim, da ta rutina prišla sproti iz tega, ko sem postal profesionalni nogometaš. Tam sem se nekaj stvari naučil in pol sem samo to prenašal dalje v življenju. Zdaj, glede moje jutranje rutine, ponavadi mi budilka vedno zvoni ob 5. Nič, umijem zobe, spijem čim več vode, si naredim zajtrk. Zajtrka malo pojem, ker ne morem tako hitro jesti zjutraj, tako da ga čisto malo, da vseeno dobim nekaj v sebe. Potem pa grem na fitness, ker imam takoj stranke, ob 6 ponavadi začenjam. Oddelam stranke, imam svoj trening, pojem zajtrk do konca, pa stranke dalje. Pa dalje dan. In kdaj ponavadi narediš svoj trening? Imaš to na ure ali kako imaš lukne? Kako imam lukne? Čeprav zdaj si malo planiram, da mogoče celo prvo jaz naredim trening, ker mi, ne vem, se mi zdi, da imam takrat največ energije, pol pa se posvetim strankam. Če pa ne gre, pa prvo mogoče stranke, pa pol trening, tako da si sproti prilagajam. Prijem daš neko energijo drugim, ne? Ja. In če bi zdaj rekel, pa tak,
če imaš kako spicy zgodbico kar ne, delo s strankami. Ja. Zna včasih biti kar naporno. Ne? Zdaj jaz sem začela pri 15 delo s strankami v fitnessu, pa sem po mojem letu pa pol vse prešaltala na online. Ne? Ja. Ampak imaš ljudi, ki te včasih malo izčrpajo. Zdaj, kako ti gledaš na to, da zaščitiš svoj mir, pa po drugi strani tudi, da si tako, dajmo vsakemu priložnost? Ja, sigurno je izčrpajoče, ker nekateri ljudi ti jemljajo energijo, nekateri ti jo dajo. Sigurno je lažje delati z ljudmi, ki ti dajo energijo, ki prijajo motiviranje na trening, ampak s takimi je najlažje delati. Zdaj pa, če pa dobiš tudi kakega, ko ga moraš ti spodbujati, moraš ti dati energijo, se treba pač s tem soočiti. Jaz rad delam vsakemu rad dam priložnost, čeprav sem v zadnjem času tudi malo omejil in tudi ne sprejmem čist vsakega. Pa si že koga dal stran namensko? Če sem pošten, ja, sem dal tudi stran, ja, namensko, ker se mi zdi, da ni bilo potencijala, da je bilo bolj, ker tudi imam mlajše otroke, ko hočejo mame ali pa starši, mislim, mama ali pa ata, da otrok nekaj naredi, sam otrok pa nima želje te, da ne vem, v nogometu bilo čem, da bi napredoval, nima želje, da prije na trening in taki treningi se mi zdijo nesmiselni. In kako je tvoje mnenje glede tega? Torej, že kot malo si rekel, da si nekaj treniral, da si bil odvedno v športu dansko, torej si odraščal športom. Kak je tvoj pogled na to, da starši silijo otroke, ne? Pa bova še potem šla na vprašanje, kje se ti pa zdi ta meja med tem, da starši zgolj spodbujajo tisto res, sej vem, da ti danes ni, ampak pojdi, pa med tem, da je tu že neka prisila zraven. Oziroma, da starši neko svojo željo mogoče skozi otroke izražajo. Ja, to je doskrat se zgodi to. Mislim, vedno več tega opažam, da starši neki svoj san niso potešili in zdaj to prelagajo na svoje hčerke, sinove in nekako forsirajo to, da bi oni postali to, kaj so oni hoteli biti. In tega je danes vedno več. In prej sem bil še včasih, nisem tega povedal, ne vem, mami, atejo, zdaj pa kar se mi zdi, da sem vedno bolj direkten, da povem, da ne vidim želje, ne vidim zagona in da se mi ne zdi nesmiselno, da nadaljujemo s treningi. In boje? Kak je drugo? Kakaj je ja, kje se ti zdi torej ta meja? Ne? Zdaj, ti si verjetno tudi doma imel, upam, no, starše, ki so do neke mere spodbujali, zdaj, kako sem zasledila, tudi oče je bil nogometaš, ne? Kje se ti zdi ta meja, ne? Med tem, da starš spodbuja, pa med tem, da je zraven že neka prisila? Jaz mislim, da mora otrok sam pokazati željo pa voljo, da prije na trening oziroma zanimanje za bilo kakšen šport. In pol, ko starš opazi, da otroka to zanima, mu pa da hkrati pol spodbudo, ja, idi na trening, dokaži se, kako ti je bilo po treningu, v redu, bomo še šla drugič spet. Ne vidim pa smisla, da starš sforsira otroka, da gre nekam na trening. Tako da jaz bi rekel, da prvo je želja otroka, to se mora videti že od začetka, pol pa se sledi vse ostalo. V kolikšni meri pa delaš z otroci? Včasih sem imel tega več, zdaj malo sem spet zmanjšal to, imel sem predvsem tudi mlajše nogometaše, ampak mi ful energije pobralo in zdaj imam, ne vem, 4-5 še samo, ker mi ne gre več skozi, tako da sem malo zmanjšal, res tiste, ko si res želijo, sem obdržal, ostale pa zdaj težko sprejmem več na treninge. Ne, jaz bi rekla, da dejansko tukaj si zdaj rekel, ne, se meni zdi eno izmed največjih bogastev, ki jih lahko imaš v življenju, torej, da se ti sam lahko odločiš, s kom boš delal, ne? Ker na začetku itak vzameš vse. Itak na začetku imaš neko minimalno ceno, ki si jo potem zvišuješ, ne? In s tem, ko si jo zvišaš, tudi lahko potem delaš selekcijo, ne? Ker seveda je dosti lažje delati. Jaz se tudi spomnim, da na koncu, preden sem opustila treniranje 1 na 1, ko sem še imela prep, sem samo eno punco obdržala. In to je bila punca, ki je bila 9. razred, ki je dala 10-krat več kot večina ostalih na treningu, ne? Ker vse veš sam, imaš primere, ko ti dela neko vajo, pa si smeji, pa spusti, ne morem več. Ja, ni glih tak, ne. Imaš pa ene, ko bojo se ti zrušili tam, pa bojo, ne. In to se mi zdi res, ne vem, nek dosežek, no, v tem svetu. Ja, itak, jaz sem bil na začetku v isti situaciji, ko smo s punco odprla svoj fitness, je bilo ravno po koroni, jaz sem delal od ponedeljka do nedelje. Vsak dan, tudi nedeljo, če je hotela stranka priti nedeljo, sem rekel, pridi, ne bom te zavračal, šele na začetku sem, zdaj pa vseeno imam neke meje postavljene, da tudi imam nekaj časa za sebe. Pa bi ja šla malo nazaj, dejansko v otroštvo. Torej, kdaj si začel, oziroma kdaj je bil nek tvoj prvi stik s športom?
Jaz sicer imam zelo slab spomin, ampak pač jaz vem, odkar sem bil mali, je samo nogomet veljal za mene. Mene je ata vzel zraven na nogometne tekme, treninge. In tudi brata imam starejšega, 4 leta, tudi on je začel z nogometom in mene je avtomatsko povleklo tudi v nogomet. Jaz, odkar res se spomnim, mi smo bili cele dneve na igrišču, igrali nogomet, se družili. Tako da s športom povezano že celo otroštvo. Kdaj pa si potem videl, da je to nekaj zate? Potem si tudi bil profesionalni nogometaš, ne? Ja, jaz sem začel v Lenartu, kaj je pač amatersko, pač dobro, kot otrok še itak ne veš, pa ne ločiš med amatersko pa profesionalno. Pol pa je sledil, mislim, da nekje pri 13-14 letih sem dobil povabilo že takoj, če pridem v Maribor na probo. In takrat vem, da se spomnim, to se redke stvari se spomnim, ampak to se spomnim, sem šel takrat, mislim, da sem treniral 1 teden ali 2 tedna z njimi in se vrejo izkazal in so me takoj hoteli sprejeti, ampak je bila takrat vožnja iz Lenarta v Maribor malo predolga, časovno mi ne bi šlo skozi. Tudi se mi zdi, da je bil preveliki korak, da naredim takoj iz Lenarta v Maribor in sem šel kasneje v Jarenino, kar pa je bliže Lenartu, pa tudi neke klubske avtobuse smo imeli, da se je bilo poskrbljeno za prevoze. Tako da sem pol z 14, mislim, da šel v Jarenino, ker sem bil 3 leta. Pol pa se mi zdi ta selekcija kadeti, mladinci, ko priješ, sem začel razmišljati, da sem dobil občutek, da sem dober, da lahko nekaj z tega naredim. Tudi od drugih sem dobil take komplimente, tako da nekje pri kadetih, mladincih se mi je zdelo pol, da bi se dalo kaj iz tega narediti. Zdaj, če poslušajo kakih Štajerci, pa verjamem, da ne, bo jih to verjetno kar zanimalo, ampak daj mi nekaj spasi. Sigurno je bilo kaj takega, pa zdaj verjetno verjamem, da te več nekaj pogodbe ne vežejo, ne? Ker že slišiš, ne vem, da pridejo k Mariboru, pa so že tam namale, da se derejo na njih, pa da jih klejejo, pa da ni ravno taki odnos, ko bi naj bil. Ne, sej, to verjamem, da pri marsikerem športu, ne? Ampak se spomniš kakšne take, ne vem, neki spomin, ki ti je ostal, za lahko je taki malo bolj slabi, malo spajsi, ali pa je lahko neki ful dober spomin. V času, ko sem bil pri Mariboru? Ja. Ja, dosti kaj se govori, pač to ni zdaj vse ziher, pa tudi ne vem, če je res, ampak dostikrat je tudi kakšna politika v ozadju. V vseh teh klubih, tudi razni menedžerji imajo vplive, kdo bo igral, kdo ne bo igral. Tako da to ni samo v nogometu, to je vse posod, čim prej se sprijazni s tem, boljše je za tebe. To pa je to, kaj bi lahko povedal. In kako je takrat to vplivalo na tebe mentalno, torej da dejansko ni vse v tvojih rokah? Oziroma zelo malo. Če zdaj gledam za nazaj, bi se mogel drugače s tem spoprijeti. Predvsem, ne vem, nisem bil takrat v glavi tako močen, kot sem zdaj, recimo. Jaz bi mogel biti malo bolj samozavesten, bolj se bi mogel postaviti za sebe, pred, ne vem, raznimi direktorji, tudi menedžerji, ampak takrat, ko si mlad, tega ne veš, oziroma meni tega do meni ni povedal, za nazaj pa zdaj težko kaj spreminjam. Torej, kaj bi nek tvoj nasvet bil za mlade nogometaše, ki so potencialni? Jaz bi rekel, da bodi to, kar si, ne probaj biti nekaj, kar nisi, ker s tem ne boš nič dosegel. Bodi to, kar si, bodi sproščen, bodi samozavesten, postavi se za sebe, tako boš prišel najdlje. To misliš nasploh? Ali na igrišču? Ali... Ja, nasploh pa na igrišču, pa vse posod. Se mi zdi, da samozavest danes dela razliko, da si ti prepričan sebe, da znaš, da zmoreš. Se mi zdi, da neka sama pripravljenost, neka tehnika, nogometna, recimo, če primerjamo zdaj v nogometu, so vsi tu nekje, ampak pol se mi zdi, da dosti pa pol glava odloča, da so tiste razlike med dobrim pa najboljšim. Verjetno je tudi tu nek strah, ne, da ne bi nekdo izpadal preveč, zdaj, koki. Ja. Ne vem, če smo malo prav slovensko besedo, ne. Nadut. Ja, mogoče postavljač, ja, kak ne rečem, ne. Ja, sigurno, jaz že sam tak karakter nisem, jaz sem umirjen tip, nikoli se nisem rad izpostavljal, tako da mogoče me je to malo teplo, tudi vedno sem vse upošteval, se mi zdi, da malo moraš biti flegma, ali ne vem, kako bi rekel, da uspeš tudi, da ti uspe na najvišjem nivoju. Ja, pa ne vem, tako če gledam kot nekdo res, ki ni nikoli bil v tem športu, ali pa se res ne spozna, tudi imaš neke soigralce, ne, in potem verjetno tudi, če si ti preveč samozavesten, lahko tudi pride do nekih negativnih odnosov med svojimi ekipami, nekako bi zdaj tudi recimo dal neko primerjavo med tem, torej med neko večjo ekipo, kot nek klub, ki je bolj poznan, ne, torej ta ekipa, pa kot nek manjši klub, kot je recimo Lenart, ne, med nekimi odnosi. Ja, prvo bi rekel samo to še, da
to je ekipni šport, je nogomet, recimo, ne, in vsak mora najti svojo vlogo v ekipi. In je res težko povezati pol celo ekipo, tako da moraš tudi to gledati, da ti ne zajebeš cele ekipe. Drugače pa razlike med večjimi pa nižjimi klubi je pa sigurno so velikanske, pač večji pritiski so v, ne vem, Mariboru. Tam se prvič spopadajo, jaz sploh, ne vem, če kdo malo spremlja nogomet, ve, kakšni pritiski so v Mariboru, ko stopiš v Ljudskem vrtu na travo, šteje samo zmaga. Tako da, predvsem jaz bi rekel, da je razlika v pritiskih pa sami količini treninga itak. Aha, torej, kakšna količina treninga je bila prej, pa potem? Recimo, preden sem prišel v Maribor, pa mi smo trenirali, recimo, vse je bilo dosti takrat še za otroke, ampak enkrat na dan, recimo tedensko, pa si imeli recimo nedelje fraj. Pol pa, ko sem res profesionalno pogodbo podpisal v Mariboru, pa smo imeli ponedeljke 2, med pripravami, recimo, ponedeljke 2 treninga, torek 1, sreda 2, četrtek 1, petek 2, sobota tekma, recimo. Pa nedelja, recimo, prosto, ja. Tako da je bilo kar intenzivno. In takrat sem se tudi jaz prvič soočil z to resnostjo, disciplino, pa profesionalnim športom. Pa se ti zdi vredno, kot profesionalni, če si v profesionalnem športu, so to odrekanje? Pa jaz ne bi rekel, da so to odrekanja, vsaj z moje strani, ker se mi zdi, jaz sem vedno rad igral nogomet, hotel postati čim boljša verzija sebe, tako da meni se mi zdi, zdaj, ko pomislim za nazaj, se nisem ničemu odrekel, jaz sem pač doživel marsikaj, kar drugi ni, ne vem, bil sem na raznih stadionih, bil zraven, ko smo bili v Ligi Evropa, take stvari, ko drugi lahko le sanjajo, tako da jaz sem za to hvaležen, se mi zdi, da nisem nič zamudil. Z druge strani, recimo, ko so pa drugi lahko šli ven v petek ali pa soboto, jaz pa spadamo. Pa bi rekel, da je bilo to med vsemi, ali imaš tudi kakšne izjeme, ne? Ki sigurno so v profesionalnem ja. športu, pa si privoščijo? Ja, sigurno so izjeme, vedno bodo, pa vedno, mislim, vedno so bile, pa vedno bodo. Tako da. Pa je bil tu kakšen nadzor, ali ne? Ja, v Mariboru, ja, je bilo kar napeto včasih, ko se je kaj zvedlo, če je šel kdo ven. Tudi ne vem, recimo, mi smo imeli tedensko vsak ponedeljek zjutraj pred treningom tehtanje. Kako si šel 1 kilo preko določene teže, ki si jo imel, si dobil finančno kazen. Tako da tu je res, tu sem jaz pobral po moje največ te neke discipline, pa hkrati tudi neke odgovornosti. In kakšne so bile te finančne kazni? Pa mislim, da je bilo med 200-300 evrov, mogoče za 1 kilo, nekaj tajega. Ne vem točno več, pozabil sem že, ker to je res že. In to ti prav zmerijo na... Vse to je malo tak. Zdaj, če gledam nazaj, jaz sem bil takrat res suhec, jaz sem bil kos pa koža takrat, pa sem imel, ne vem, mislim, da smo imeli 73 kil, 74, kar je za mene nič od nič, ne. Tako da, če bi zagledal za nazaj, sem bil presuh, sigurno, ne. Ampak takrat so mi rekli, toliko moraš imeti, gotovo. Se vem, dostkrat se spomnim, da ne vem, zjutraj za nalašč nisem jedel zajtrka, ali pa ne vem, sem še šel prejšnji večer malo nekaj odlaufat, da sem pol zjutraj imel tako kilažo, kot je treba. In pol pa delaš tak napako, ne, ker recimo ne ješ vrejo, nimaš dovolj energije, pol se ti pa na treningih pozna, ne. Tako da jaz bi to sigurno malo spremenil. Sigurno mora biti neka strogost glede neke teže, ki jo moraš držati, ampak vrejo teža, ne pa premalo. Ne, se to stanovno misla, ne, pa ne vem, malo več, ne vem, soli daš en dan ali pa neko stvar in že imaš več, ne, ampak po drugi strani pa sej tudi razume glava, ne, zato ker nekje so verjetno mogli mejo postaviti, ne, ker pa bi lahko rekli, ja, še malo, pa še malo, pa še malo, pa še malo, pa se vemo vsi, kako se mi zdi, še posebej Slovenci glede denarja, ne, čim po denarnici vdari, pa se začneš malo zavedati, ne, da ne moš tak, ne, ampak sej upam, no, da se je to trenutno spremenilo, pa da imajo trenutno malo bolj profesionalno narejeno glede tega, no. Rekel, ja, ampak verjetno še v kakih klubih ostaja enako, tako da, ampak gre pa sigurno naprej vse bolj natančno, bolj specifično, ker vsak je drugače grajen, ne. Tako da, sigurno se je izboljšalo. In torej to je bila en primer finančne kazni, kaj so še bile neke finančne kazni? Oziroma, zakaj si jih lahko dobil? Pa recimo, da si dobil, ne vem, rdeč karton, da ne, da si pač naredil neki faul, ampak da si ne vem, kaj sodniku govoril, recimo, da si sodnika poslal v PM, pač si dobil recimo neko finančno kazen, ne vem, če si šel ven, recimo, pa ne bi smel pred tekmo, si dobil finančno kazen.
In koliko je bilo to finančna kazen? Ali je bilo vse nekje tu? Res se ne spomnim. Mogoče so celo tako, da so ti, ne vem, trgali premijo, ne vem, ker smo imeli recimo tudi premije za zmago, pa so ti recimo trgali premijo za zmago, recimo, ne. Ampak zdaj se res o točnih zneskih se pa ne spomnim več. Torej kar. Ja, veš, da tak, mislim, sigurno ne, ni bilo malo, ne. Kot zanimivost je še bilo to, recimo mi smo imeli vedno neke igre, pred treningom, med treningom, to se reče ševica, ne vem, če boš ti poznala, ampak recimo to so igre, ko pač, če ti začnejo ploskati, oziroma če ti nekaj določeno število podaj se stavijo skupaj, se ti 1 evro kazen napiše v beležko in to se je vsaki mesec seštevalo in konec meseca si ti mogel plačevati, ne, in pol se je šlo iz tega denarja na neki skupno večerjo ali pa kaj takega. Tako da to je tudi recimo bilo ful zanimivo, ker si se vedno dal pol vse od sebe, da nisi dobil te kazni, recimo, ne. To so take luškane stvari, Ja, to je ful ne? vredno, ker to povezuje ekipo, ne, tudi. Pa se spomniš, kaj je bil tvoj nek najlepši moment z ekipo? Zato verjamem, da se je tudi dosti ekip menjalo, ne? Ja, pa sigurno osvojitev ligaškega naslova z Mariborom, tudi tu pri Evropi sem bil zraven, sicer nisem redno igral, ampak sem pa bil recimo na klopi, tako da te trenutke, to bi mi zavedno ostalo v spominu. Druga stvar, mogoče zdaj, kaj mi prva pride na pamet, ko je res bil kar tak veliki dosežek, je to, da smo z drugo ligaško ekipo Nafto prišli v finale pokala. Drugače pa, ne vem, večkrat sem osvojil naslov prvaka, tudi pokalni prvak sem bil v Sloveniji, tako da te stvari najbolj se mi zdi. Razni kaki goli še posebej, pol tudi mogoče kaki, to pa to. In kako bi opisal ta občutek, ko zadaneš gol? To je težko pisati, ker jaz sem bil napadalec, jaz sem živel od golov, jaz sem moral dati gole, ni bilo važno, kako sem igral, če sem igral dobro, slabo, pač gol si mogel dati. Pač neko zadovoljstvo sigurno te prevzame. Jaz sem bil vedno, ko sem dal gol, sem bil dosti bolj sproščen pol dalje v tekmi, kar sigurno ni bilo dobro, ne. Mogel bi že začeti tekmo, kot da sem že dal gol, ne. Ampak pri meni se vedno, se mi zdi, ne vem zakaj, tako čakalo, da jaz dam gol, pol šele se bom sprostil. Kar pa ni okej. Drugače pa sigurno si vesel, neki adrenalin te na polni, ko zadaneš. Ste imeli tudi kakšne, ne vem, že takrat kakšne psihologe ali pa terapevta ali še ne? Ne, nič, takrat v Mariboru ne. Ni bilo nič. In se ti zdi to pomembno, si se potem kdaj srečal z terapijo? Nisem se srečal, ampak mislim pa, da je zelo pomembna. Meni bi sigurno pomagalo za nazaj, ko spremljam, mislim, ko se spomnim. Mislim, da je zdaj tega vedno več v vseh športih, kar je sigurno zelo priročno. Ne vem pa, mislim, jaz zdaj, ko za nazaj razmišljam, mogoče bi jaz naredil boljšo kariero, če bi imel pomoč nekega psihologa, bilo kaj, ampak ne bi pa bil na tem mestu, kot sem zdaj, recimo, če bi bilo kaj spremenil. Tako da jaz sem zadovoljen s tem, kak je moja kariera potekala. Sigurno bi lahko dosegel več, ampak če pa bi šel v katero drugo smer, pa ne bi bil tu, kjer sem zdaj. Ja, vse ima nek namen. Pa če danes se tu nadaljujeva, ne, kako se je potem ta tvoja nogometna kariera nadaljevala, zakaj, kje se je pol zaključila, to mi malo razloži. Ja, bil sem 5 let v Mariboru, pol mi je potekla pogodba v Mariboru, sem šel pol leta na Slovaško, tam so bili malo finančne težave, sem šel na Poljsko, sem bil 3 leta na Poljskem, tam je bilo super, najboljši, dobro, poleg Maribora, pol na Poljskem, najboljši pač nogometni dnevi za mene. Poljska res živi za nogomet, stadioni so polni, tako da tisto je bilo res top za mene. Ampak zadnjo leto na Poljskem sem začel dobivati težave s kolenom in pol je še korona in vse skupaj je začelo to vse dol padati. Tako da pol po Poljski sem prišel nazaj v Slovenijo, sem še malo igral v Nafti, druga liga. Takrat smo še tudi ta dosežek dosegli, kaj sem ga prej omenil. Pol pa sem gotovil, da počasi ni več to, da me tudi zanima še kaj druga, da vem, da ne bom zaslužil toliko denarja, da bi jaz lahko mirno živel za dalje, pa sem počasi začel preusmerjati svoje misli v osebne treninge, pa pol svoj fitness. Omenil si Poljsko. Kako to, da si se odločil za Poljsko? Je to prišlo spontano ali si ti naredil odločitev?
Čisto spontano, jaz sem bil na Slovaškem, tam smo imeli neke finančne probleme, nismo dobivali plačila in kontaktiral me en menedžer iz Poljske. Bilo pa je ravno tako, da ponovaj se prestopi dogajajo, ne vem, januarja, februarja, marec pa je že skoraj vse zaključeno, oziroma so prestopni roki že zaključeni, edino Poljska še je bila odprta. In takrat me en menedžer kontaktiral, prideš na Poljsko, radi bi te videli, valjda jaz sem šel, ker mi je bilo, pač tam ni bilo več smisla, da ostanem, in šel na Poljsko in tisto bila res prava odločitev. Kje pa si bil? Belhatov je bil prvi klub, to so bolj, ne vem, če boš kaj poznala, Belhatov, pol je bil Drutex Bitovja pa Wisla Polavi. To so 3 klubi, ko sem bil na Poljskem. In kako to si bil pri 3 klubih? Ja, prvi klub je tudi propadel, mislim, ne še takoj, ampak so imeli tudi finančne težave, ampak tisti pol celo leto sem kar dobro izkoristil jaz tam in so me videli iz enega drugega kluba. In pol so me ta drugi klub kontaktiral in šel v drugi klub, tam je bilo tudi okej, so imeli ful dobre dosežke, ampak tam je bilo tudi odvisno vse od enega sponzora. In pol me je bivši trener prvega kluba. Je šel v en drugi klub, me je spet kontaktiral, če prijem pol še v en tretji klub, tako da sem zaradi tega pol še tretjič tudi menil. In pol je bilo 3. leto, ko sem imel pol težave s kolenom, pol pa sem se vrnil v Slovenijo. Pa so se ti te težave začele že kaj prej, ali se je to takrat začela? Najbolj imam spominu, da se je začelo mogoče na Slovaškem, ja. Ne, Slovaška, Poljska, pol prvo leto, da sem začel dobivati prve probleme. In kaj je bil razlog za poškodbe oziroma težave? Zdaj, ko gledam za nazaj, sigurno neka moja mehanika teka, poškodovan imam svoj prst, palec na nogi in samo stopalo, kako mi pritiska ob tla, mi dela drugačne obremenitve, kot bi mi moglo na koleno. In pol to vse skupaj vpliva na koleno, pa cel del gor dalje. Po moje to, zdaj, ko pač sklepam, ko že vem vse za nazaj, bi rekel, da to. Pa bi rekel, da v tistem času, ko si še treniral nogomet redno, da je bilo poskrbljeno dovolj za neko fizioterapijo, za neko učenje tehnike? Pa je bilo dovolj, ampak se mi zdi, da jaz sem tudi taki, da mene, če nekaj malo boli, jaz ker grem čez to, nisem dal neke ful smisla temu. Je pa ja, v teh klubih je kar poskrbljeno, dobiš vse, takrat vem na Poljskem sem imel prav vse poskrbljeno, tudi ko sem imel težave, so skrbeli za mene, tako da s tem ni bilo težav. In kdaj se je potem to začelo odražati na tem, da si imel neke omejitve z vidika športa, da si mogel res aktivno začeti delati na neki rehabilitaciji kolena? Predvsem to zadnjo leto na Poljskem, sem dosti časa zgubil, tudi nisem pol več redno igral, ker enostavno nisem mogel laufati. Tu sem pol prišel v ta fitness malo bolj svet, ker sem začel videl sem, da moram delati vaje, ki mi bo koristile, takrat me je potegnil malo v tej smeri že. In tu sem pol tudi videl, da tako več dalje ne bo šlo. Tako da zadnjo leto na Poljskem je bilo najbolj tako, se mi zdi, prelomno glede teh poškodb. Čeprav sem še pol, 2-3 leta kar igral na profesionalnem nivoju, ampak takrat sem že videl, da ni to. In se spomniš, kako si se takrat počutil? Ja, sigurno ni bilo fajn, ampak jaz vsaki poškodbi vidim nekaj dobrega. Se mi zdi, da zdaj gledam tako na to. Pa mogoče prej takrat, če nisem gledal, da tako, ampak iz vsake poškodbe priješ močnejši, sigurno. Telo ti da neki znak, da nekaj ne delaš prav. Bilo kakva poškodba je. Tako da takrat imaš čas, da se ti zazreš nazaj, kaj si delal narobe, kaj si delal prav, narediš novi plan, pa se lahko vrneš še močnejši. Tako vsaj zdaj gledam na bilo kakvo poškodbo. Takrat je bilo mogoče malo drugače, ker se mi zdi, padeš v nogometu je pomembno ful, da ohranjaš neki ritem tekmovalni in te poškodbe ti vedno uničijo ritem. In pol ful težje in težje priješ nazaj, niža se ti samozavest in tega vidika je sigurno bilo težko. Ja, če tako pomisliš še kar, mislim, jaz to vedno razmišljam, z vidika poškodb, da ena poškodba je lahko, pa ni nujno, da si sam kriv, lahko da, ne vem, nekdo te spotakne ali pa nekaj naredi, da pa se nekaj zgodi in ti lahko pač ena poškodba dansko celo kariero, celo življenjsko pot zasuka, ne. Torej, kaj si potem ti naredil, da si
da si regeneriral in v kakem stanju je trenutno tvoja poškodba? Zdaj, če lahko poveš, kaj točno je poškodba, ali je to neka obraba, kaj točno se dogaja? Okay. Takrat je bilo, sem imel z meniskosom težave, pa plus tega, da sem imel skakalno koleno. Zdaj pa trenutno imamo eno drugo težavo, zdaj imamo bravo hrustanca. Kaj si imel? Skakalno koleno? Skakalno Kaj koleno. točno, to lahko pojasniš? To te boli, to je pogosto pojav pri športnikih, ko imajo dosti skokov, dosti sprememb in te boli direkt pod pogačico spodaj. Ko je plika? Ja, tudi direkt spodaj. Ja. Aha, okay. Takrat sem s tem rešil z vajami, predvsem z vajami, pa tudi delal sem PRP terapijo. Ne vem, če si že slišal, to ti vzamejo kri, ti zmešajo kot plazma, ti zmešajo z nečim in pol ti stisnejo. To sem prvič takrat naredil na Poljskem, to ti kao pospeši tkiva, da se ti hitreje regenerirajo. Tako da predvsem, najbolj so mi vaje sigurno takrat pomagale. Zdaj, pred kratkim, pol leta nazaj, pa sem gotovil, da imamo bravo hrustanca 4. stopnje. To na isti koleni, to se drgne že kost ob kost, to se zdaj ne da več nič rešiti. Tudi sem zdaj že naredil parkrat to PRP terapijo, tudi vaje mi malo pomagajo, ker mi ful pogačico vleče na eno stran, delam vaje, da malo probam notranje kvadre krepiti, da mi bolj vleče na ven, pa skušam čim bolj prilagoditi, ker sem zdaj zelo omejen s tekom, tako da malo več delam, ne vem, kolesa pa drugih stvari. In je za to možno kakšna, ne vem, operacija ali pa kaj trenutno? Edina informacija, kaj sem dobil, je to, da lahko zamenjaš celo koleno. Tega pa sigurno si nam privoščil. Jaz sem tak trmast, da dokler še bo šlo, bom vztrajal. Zdaj, zaenkrat sem dobro prilagodil sam sistem sebi in dokaj dobro shajam s tem. In kaj pa potem, če boš recimo videl, da več ne gre, razmišljaš o tem, da je enkrat operacija kolena ali ne? Ne razmišljam o tem. Aha, to si se prav odloča. Ja, že takrat, ko sem zvedel za to, so rekli, ti boš mogel nehati z tekom, ti boš mogel, ne vem, postiti se skupaj, kolot je samo lahko še, ne vem, edini vir kardija. Ampak jaz sem takoj vedel, to me ne prije poštel, jaz se ne s tem sprijazno. Takrat, ko se je to zgodilo, sem imel tudi, ki se zdaj sem v Hyroxu, če lahko prijema kar na to, Hyrox tekme sem imel, takrat, ko se je to zgodilo, eno pomembno Hyrox tekmo, so mi rekli, to odpade sigurno, to boš mogel predstaviti, ampak jaz si nisem dal tega in sem tudi kasneje šel na tekmo. Boma zdaj šla sam še na hitro nazaj na dejansko, kako se je potem nadaljevalo po nogometu, pa prideva potem na Hyrox. Zdaj, potem si se odločil, da boš pač zaključil, ne? Tako si rekel, bila ravno korona. Kako je bolj to vplivalo na tebe? Torej, vedno si prišel takrat z Poljske v Slovenijo, si bil nekje druge? Pol sem še igral malo v Sloveniji, še ni bilo korona, pol pa sem bil nekako malo še v Avstriji pol leta in takrat je vdarila korona. In takrat, tako veš, da se je vse zaprlo, vse je padlo v vodo, mi nismo imeli rednih treningov. Takrat sem dobil tudi ponudbo enega kluba, da sem z njimi treniral, tu v Sloveniji. Samo da se je malo treniral, da se je ohranjal ritem, ker tekmovalnih tekem ni bilo. In takrat jaz sem pol že imel vedno neko idejo, če bi se jaz zdaj spustil v nekaj, bi rad imel svoj fitness. Ne vem, zakaj mene je vedno vleklo, da bi rad imel svoj prostor, da imam lepo mir za sebe, da lahko delam jaz kaj hočem, da imam stvari not, kjer jaz hočem. Hkrati pa je punca moja že imela neki en svoj prostor, kjer je izvajala masaže, pa tudi neke rehabilitacijske treninge. In jaz sem vedno tam hodil mimo in je bil en prostor, ko se mi je zdelo, da ne bi bilo nič kaj takega za not biti. In pol naenkrat sem se kar odločil, da tu not bi lahko bil en prostor še za dodaten za fitness. Ne? In pol je prišla neka ideja, da bi jaz začel s svojim fitnessom. In tako je pol prišlo iz tega, da smo si naredili svoj fitness in začela s svojimi treningi. Čeprav že prej sem delal malo v enem drugem fitnessu s prijatelji, tako sem začel, da sem malo dobil feelinga, pol pa svoj fitness dalje. Hkrati pa sem še tudi igral malo v nogomet, ampak ne več tako profesionalno. In kak ti je bil ta proces, da si začel svoj fitness, torej nakup nekih stvari, da je bilo kaj strah, če bo to uspelo ali ne, glede na to, da si se ravno v koroni podal v to? Ja, ful, ne, vse so vsi govorili takrat, ne, da tega dela je sploh ne zdaj, ampak ne vem, jaz sem imel neko željo, pa vizijo, da grem v to, da imam svoj plac in ni mi niti malo žal, da sem takrat se spustil v to. Sigurno pa sem imel neko prednost, sploh pol z strankami v začetku, ker so me poznali iz nogometa, dosti profesionalnih športnikov sem zaradi tega lažje dobil.
Tako da tu moram biti kar hvaležen, da sem imel neko ozadje, neko ime že mogoče iz nogometa, pa da mi je bilo kasneje lažje. Torej vse dejansko ima nek svoj namen. Res je. Kako se ti spominjaš tega obdobja korone? Kaj si ti takrat delal kot Alen, ne kot nekdo, ne kot trener, ampak kot ti, s čim si se takrat ukvarjal? Pa jaz sem hotel, takrat se mi zdi, probati čim več časa vložiti v sebe. Pač itak treniral sem čim več, pol pa razno neko branje, neko izobraževanje. Sicer takrat, če sem pošten, nisem najbolj upošteval vseh teh predpisov, jaz sem tudi šel v druge kraje, pa se družil z drugimi, ker mi ni bilo tako pomembno. Pa ja, predvsem to, da sem probal čim več se izobraževati, zvedeti novih stvari, da lahko pol to kasneje naučim. Korona je bila kar zanimiva, se mi zdi, ne, jaz tudi se spomnim, da smo se s kolesi vozili po drugih, pa ne vem, jaz sem šla, koliko smo takrat, to je bil prvi letnik srednja ali drugi po mojem, tako da je bilo kar zanimivo, ja. Pač jaz sem res probal, čim bolj, vedel sem, ok, zdaj imaš čas za sebe, kaj lahko delaš, treniraš, učiš, se izobražuješ, to je to, ne. In na katerih področjih si se izobraževal takrat? Predvsem fitness, najbolj osebni treningi, kako se stavi dober trening, od vsega, od pliometrije do moči, do vsega, ja, to predvsem, ja. In si se potem fokusiral na kakšne stranke? Torej predvsem na neke profesionalne športnike? Ja, jaz sem takoj hotel začeti s profesionalnimi športniki delati, čeprav sem vedel, da to ne more biti moja ciljna skupina, ker predvsem nogometaši imajo, ne vem, po zimi imajo 2 meseca, mesec dni fraj, poleti pa še manj. In točno vem, da jih čez celo leto jih ne bo, ne. Oziroma redki, ti, ki so tu recimo blizu mene doma ali pa tu v okolici, lahko hodijo redno, ostali imajo mesec po zimi pa 14 dni poleti, tako da sem vedel, da tudi bom mogel delati z rekreativci. Tako da sem pol se skoncentriral v bistvu na vse ljudi, ne samo na profesionalce. Mnogi mislijo, da samo s profesionalci delam, ker sem tako zgradil tudi neki svoj brand, pa svoj Instagram profil, ampak delam z vsemi. In kaj bi rekel, da če zdaj razdelimo, ne, da najbolj manjka, da je največji manjko pri nekih nogometaših, kje ti ponavadi vidiš, če sploh lahko potegneš neko linijo, da jim najbolj manjka, pa potem pri nekih amaterjih. Kaj manjka najbolj profesionalcem? Pa se mi zdi, da je zdaj šla fizična priprava kar fejst naprej. Dobro delajo tudi že v klubih, vsi imajo neke dodatne trenerje že v klubih zaposlene. Ampak se mi zdi, da mogoče nimajo sistemskega nekega dela, ker tam je vseeno skupina in oni trening naredijo za celo skupino, ne morajo se enemu posamezniku prilagoditi. Jaz pa se lahko samo tebi, naredim posebej za tebe plan, kaj tebi manjka, tako da to bi rekel, da je malo bolj samo specifično, pa tudi glede na pozicije, katere pozicije igrajo. Kaj pa potem pri amaterjih oziroma neprofesionalnih športnikih vidiš, da ljudem danes po večini kakšna podobna stvar manjka ali so res vsi različni? So si kar različni, se mi zdi. Čeprav tudi vedno več rekreativcev dosti vlaga v sebe. Danes je to res, pa ne samo nogomet, nasploh se mi zdi, vedno več je tega, vedno več vidijo, da če vlagajo v sebe, da imajo več od tega, tudi boljše počutje. Tako da z moje strani je to odlično. Si rekel, vedno več tudi vlagajo ljudi v sebe, ne, si rekel, boljše počutje predvsem. Bi šla še malo nazaj, si prej rekel, da ko so vas tehtali, ne, da je bila tudi hrana malo bolj tako. Zdaj me zanima, kako se pa je recimo tvoj odnos do prehrane, pa do tega, da poskrbiš, da se napolniš z dejansko neko energijo, spremeni od takrat, pa recimo do danes. Pa takrat sploh se mi zdi, da nisem imel preveč neke znanja, kaj jem, pa koliko jem. Samo se mi zdi, da je bila takrat pomembna tista tehnica, koliko imaš kil, ni pa bilo pomembno, kaj jem. Danes gledam to čisto drugače. Dosti več pojem, dosti več, ne vem, samih hidratov, ker rabim cel dan na nogah, sam dosti treniram. Tako da se ne bojim hrane, sigurno ne. Pač, če bi kdo videl, koliko jaz pojem res dnevno, bi se verjetno za glavo prijel, ampak pač telo rabi gorivo. Si meriš? Zdaj sem si začel malo tudi meriti, ker sem se z enim dietetikom povezal, ker sem hotel še svoj performance digniti na malo višji nivo. Tako da imam od 4000 do 4500 kalorij na dan. Tu nekje je povprečje.
Sem zasedila, da ne ješ mesa, ne? Ja, vegan sem Ali že si 11 prav, let. ali si pasketarijanec, ali niti rib, ne? Nič, ja. Ok, in kako to? Čekaj, lahko vprašam, kako si stara? 23, ne, to vsakem rečem, 33. Ok, torej že zelo dolgo. Ja, Torej zelo pri mladih letih si se odločil, da ne boš jedel mesa, kako to? No, vse drugače zgledaš zelo mladostno, moram povedati, ampak kako to? Takrat je punca že bila vegetarijanka in jaz sem rekel, gledaj, jaz bom sprobal zdaj 14 dni brez mesa, da vem, kako sem počutil, če mi bo ok ali ne, bom začel nazaj jesti. In tisti 14 dni še zdaj traja. Prvo sem pač odrezal meso, pa mi je bilo ok, mislim, nič mi ni manjkalo, vrejo sem se počutil. Za mlečne izdelke pa mi je bilo malo težje. Pa takrat še ni bilo toliko nekih nadomestnih, recimo, če si ti zdaj kaj lušta, dobiš veganski sir, ne vem, bilo kaj, dobiš jogurt, vse. Takrat, ko sem jaz postal v bistvu vegan, še ni bilo toliko vsega, ne, kot zdaj imaš vse, ni da ni, če hočeš. Tako da glede mlečnih izdelkov mi je bilo malo težje. Pol pa sem videl, da se vrejo počutim, da se hitro regeneriram, da mi nič ne manjka, tudi večkrat sem že dal kri, da vidim, preverim, če je vse ok, tudi zdaj pred kratkim. Tako da od takrat še ostalo to, plus tega, da takrat nisem tako razmišljal, zdaj malo drugače gledam, malo tudi se mi tudi živali smilijo, vem, kaj delajo z njimi, marsikateri dokumentarec sem pogledal, tako da zdaj z tega vidika je tudi to malo zdaj drugače, ampak na začetku pa ni bil to povod. Kaj pa recimo glede rib, pa teh stvari, ali si to tako odrezal? To sem tako odrezal, ker se mi je zdelo, da je žival, pa sem rekel, ok, rib tudi ne bom jedel. In nisi imel, to moram še to vedno vprašam nekoga, nisi imel potem nobenih lušt, če si prej veš celo življenje jedel, pa ni bilo, da se ti je. Zdaj se ne spomnim več za nazaj, sigurno, da mi je kaj dišalo, ampak zdaj trenutno mi res ne diši, ne vem, recimo, da sem ki izrajen, ne vem, na kakem pikniku ali pa bilo kaj, pač ne mi diši. Mogoče prej, takrat na začetku, sigurno se mi je kaj zaluštalo, ne vem, ampak zdaj se več ne spomnim. Zdaj pa je ok, zdaj se mi res ne lušta nič. Pa bi rekel, da je to bila tista trdna volja ali pač čist tak? To je res prišlo spontano, čisto spontano. Pa tudi pol sam se mi zdi, kako sem se jaz hitro regeneriral, pa kako sem se počutil na igrišču, pa vse skupaj je pol peljalo v to, da sem ostal tak, kot sem. In če lahko zdaj dansko greva, če si rekel, da ješ med 4 pa 4,5 tisoč kalorij na dan, ne? Pa da ne ješ mesa, pa da ne ješ mlečnih izdelkov, niti jajc, niti teh stvari, ne. Kako izgleda tvoja prehrana potem? Lahko daš nek primer obrokov ali pa, ne vem, imaš kak sestavljen jedilnik čez dan? Ja, zajtrk imamo ponavadi enak vedno. Ovsene kosmiče skuham v vodi, dodam proteine, merico proteinov, lanena semena. Kakšne pa imaš proteine? Zdaj imam od MyProtein, ker sem zdaj ravno se dogovoril za sodelovanje z njimi, tako da imam od njih. Čestitke. Hvala. Zdaj imam od njih, ja. Kjer si vzel? Soja, to je nekaj navadne. Karamela? Vaniljo sem zdaj imam rad vaniljo. Probaj karamelo, dobro je. Okay. Več ne je slana karamela. Ja, pol pa si vedno dam, mislim, to skuham, pol pa si dam zmržene borovnice, to je zdaj moj klasični zajtrk, zmržene borovnice, dam to kuhano gor, da se pol to odmrzne, ne vem, pol pa gor narežem banano, pa ne vem, dodam peanut butter, pa cashew butter. To je taki klasični moj zajtrk. Pa ne vem, kosilo pa to, pa čim bolj raznoliko, od riža, krompirja, to so pač hidrati zdaj, ne vem, testenin, zraven pa čim več zelenjave, stročnic. Kaj pa je tisti glavni vir beljakovin? Pa predvsem tofu bi rekel, tofuja dosti pojem, tofu je moj, mislim, glavna taka zadeva, rad ga imam, pa vedno mi prije prav. Jaz si ga še nisem pripravil, tako da je bil dober, tako da lahko deliš neki tips and tricks, kako si pripravi tofu, da je dober. Ni da si kupite tega belega, navadnega tofuja, ker je brez okusa. To pač moraš isto te pripraviti kot recimo meso, ne? Da začiniš, pa popečeš. Jaz kupujem recimo v Hoferju, imaš dimljen tofu in že to samo, ne vem, sploh si ne rabim popečiti. Mi je že tak okus dober, ker je, ne vem, dimljen, pa ne vem, neke začimbe še ima zraven. To si jaz ponovadi samo ali popečem, ali pa samo narežem zraven. Tako da v Hoferu sigurno dimljen tofu. Torej je to dnevno v tvojem jedilniku? Ja. Okay. Pa tudi dosti drobljenca recimo. To je tak sojni koščki so to. Torej v bistvu večinoma na soji baziraš? Ja. Ok.
Kaj pa recimo, če prideš pa ni neke opcije, si nosiš stvari zraven, si mil prepaš, na kak način skrbiš, da pač imaš vedno hrano, ne glede na to, kje si. Ja, to sem se že navadil pri nogometu, da sem si začel vedno pripravljati svoje obroke, ker sem videl, da pač, če hočem jesti to, kar jaz, ampak to je bilo pol kasneje, ne še od začetka. Kar jaz želim, pa kar meni paše, pa ustreza, si pač mogel sam pripraviti obrok. Tako da ja, zdaj si pač sproti pripravljam. Pa tudi prej že, ja. Torej bi rekel, da je ta disciplina že prišla z nogometa. Ja, Okay. sigurno. In če zdaj vrnemo torej ta čas korone, so stvari potem lepo zalaufale. In kdaj si se potem preusmeril iz tega, da si totalno zaključil z nogometom ali še zdaj, kaj igraš kje? To je bilo šele, zdaj sem zaključil čisto z nogometom, ampak po moje sem zaključil nazaj nekje 1 leto. Ampak sem igral še prej zdaj samo na amatersko, v Lenartu, tam z mojimi prijatelji. Zdaj pa sem čisto pustil, ker sem dal vse svoje misli v Hyrox. Hyrox, ok. Gremo na Hyrox, ne? To se mi zdi, da je zdaj še posebej v zadnje pol leta res boom, da vsi govorijo o Hyroxu, vsi bi tekmovali Hyrox, vsi bi to spremljali. Daj mi samo na začetku opisati, torej, kaj sploh je Hyrox. Torej, se lahko prijaviš, ne vem, bilo kam, ali moraš se kvalificirati, kak je glede tega? Okay. Hyrox je v bistvu šport, oziroma tekmovanje, fitness tekmovanje, kjer imaš 8x po 1 km teka, pa 8 vaj. Po vsakem kilometru imaš eno vajo in se nadaljuje tek, vaja in 8x tak. Po navaji se dogaja, večini krat je v hali, noter zaprtem prostoru, to morajo biti res ogromne hale. To pa je to, pol pa je samo pač pomembno, kako si kdo pač zada, kako hitro prideš skozi. Lahko se čisto vsak prijavi, sicer zdaj so vsi razprodani dogodki takoj, ne vem, to se v uri razproda 12.000 stopnic za celi dogodek, tako da može biti res hiter, da sploh priješ zdaj zraven na tekmo. So pa tekme po celem svetu, ne vem, zdaj sem bil na svetovnem prvenstvu v Chicagu, drugače pa vse posod v Evropi, v Avstraliji, ni da ni. In katere vaje delaš? Prva vaja je skierk, druga vaja je sled push, sled pull je tretja, burpee so četrta, row peta, šesta je farmersi, sedma izpadni koraki, pa 8 wallballsi, žoge mečeš. In torej, kaj moraš ti pri teh vajah narediti? Imaš, ne vem, da moraš določen čas jih delati, pa ti ponovitve štejejo, ali moraš priti čez določen, ne vem, kak je tega? Vedno imaš pač 1 kilometer in bolj, ko priješ do vaje, imaš različno, recimo pri skiergu imaš 1 kilometer za narediti. Zdaj pa skierg je tudi tek na smučeh, recimo. Druga vaja, recimo sled push, imaš 50 metrov za potisniti sanke. Recimo sled pull je isto 50 metrov, ampak vlečeš sanke z vrvjo. Kaj pa kilaža? Ja, je to isto za vse? Ali? Se tudi razlikuje. Ja, imaš open kategorijo in pa pro kategorijo. In pri moških in pri puncah je razlika, open pa pro. Pa pol imaš tudi seveda dvojice, pa relay se reče, ko gre 4 tekmujejo. Ki se tudi še pol malo drugače. In koliko je glede kilaže? Ja, recimo v sankah se kar ful pozna. Recimo v sankah sled push imamo 202 kg moški na pro, na open je 150, mislim, da nekaj takega. Pri puncah pro pa je recimo moški open, tako da je 150 pro pri puncah. Open pa ne je za punce. Ampak se kar razlikuje, recimo žoge so 4, 6 pa 9 kilogramske. Tako da pro je 9, open kilaža je 6. Je kar razlika, če greš odprto ali pa pro. Ni pa zdaj, lahko pa se ti prijaviš na bilo katero. Ne raj zdaj, ne vem, tekmovati v openu, pa da določen čas do 6, lahko se že takoj sprve na pro prijaviš, če hočeš. Pa delaš 3 ure, ne? Ja. Ja, sigurno. In kak si se torej ti sploh podal v Hyrox? Si bil tak, to se mi zdi zanimivo, bom probal, ne vem, čez 1 mesec, si rekel, to ja želim delati na nekem vrednem nivoju in si se ful dolgo pripravljal. Ne, jaz sem šel čist dokaj nepripravljen v to. Videl sem, da bo dogodek na Dunaju, kar je nam najbližje. Imel sem, ne vem, mislim, da 2 meseca časa priprave, da se pripravim vsaj malo. In sem rekel, grem jaz to sprova, da vidim, pripravljen sem, pač vedno treniram, prišel bom skozi, bo kak bo. In zdaj se spomnim, točno prva tekma je bila pač katastrofa. Mislim, katastrofa. Zdaj, če gledam za nazaj, je čas ful dober, ampak ko sem končal s tekmo, sem rekel, nikoli več ne grem na tekmo, to je to, gotovo.
Pol pa sem se že vozila domov, pa sem že gledal, da je tekma naslednja, pa sem se že prijavil za 14 dni naslednjo tekmo, ker sem toliko tekmovalen, da me samo vleče, da hočem čim boljši biti, pa izboljšati rezultat. In zakaj se ti je zdelo, če si rekel, čas je bil v redu, je bil taki neki, si tega nisi predstavljal, da bo tak, ali kaj je bil razlog? Ful me je presekalo, jaz sem se takrat preveč hitro zagnal, nisem imel dobenih izkušenj, jaz sem štartil, ne vem, takoj s totimi, mislim, z najboljšimi, recimo, hotel sem njih držati, jaz sem se mi zdelo volil, da bom, ne, ampak pol me, ne vem, že prva vaja skijerk me je čist dol uničila, pol recimo sled push tudi, in pol pa še četrta vaja burpee, kar je po mojem ena izmed težjih vaj. Čekaj, burpee, kaj točno, jih moraš določeno število narediti? 80 metrov imaš burpee, moraš iti dol na tla, se dotakniti s prstmi do tal, priskočiš gor in skočiš daljino. In pol imaš 30 centi lahko daš roke dol na tla, da spet greš dol na tla, ne smeš preveč, prej, ker tako lahko kradeš, ne. Aha, ja. In tako priješ, mislim, 80 metrov moraš tako. Pa so ful striktni? Pozorni, ja, ful. te ful V zadnjem gledajo. času ful, ja. Sploh zdaj tu, ko sem jaz recimo že malo na tem elitnem nivoju, je to zelo, zelo strogo. Tudi recimo pri volbolih, počepi, ko so po 90 stopinj, tudi tarčo moraš trofiti direkt, drugače senzor sploh ne zazna, da si zadel. In koliko moraš delati določen čas ali določen krat? Žoge? 100-krat je zadnja vaja, čist 100-krat moraš vršiti žogo. Aha. Ja, že 100 počepov. Že 30 počepov, če narediš, čutiš, ne? Recimo air squatov, recimo, ne, brez vsega. Nekdo prova, ne vem, 50 počepov enkrat, da greš po 90, je že težko. Ja, že to je. Zdaj pa si moraš predstavljati, da že imaš celo tekmo skozi, 8 km plus vse vaje, pa moraš še to narediti, ja, tako da je kar sila. Pa bi se ti zdelo boljše, da bi bilo to na začetku? Pa ne, mislim, meni se zdi, da je format pač idealen, jaz ne vem, kako so si to zmislili, ker je mlad šport, ne vem, 6-7 let je komaj star, ampak je res idealno zaporedje, tako da jaz ne nič spreminjal. In kako so potekale neke priprave na to? Dejansko si delal te iste vaje ali si delal na ta način, da si probal neko si narediti simulacijo, torej tek pa vaja, kako si se lotil? Pa na začetku jaz sem delal čim več teh Hyrox vaj, Hyrox simulacij, ampak dan danes čisto drugače treniram. Delam vse ločeno, zelo malo simulacij, razno pol, ne vem, 2-3 tedne pred tekmo, začnem bolj vključevati te Hyrox vaje. Takrat pa ja, takrat pa sem se obijal, skoraj vsaki trening, zdaj ko gledam za nazaj, bilo to ziher narobe, ampak sem mogel dati to čez, da sem se naučil, kako pa kaj treba trenirati. Torej, se ti zdi tu zelo pomembna neka forma, kako ti stvari narediš, ne vem, zdaj ti, ko to delaš, jaz to mogoče ni pohvalno, ampak še v življenju nisem delala nekega tega sled puša, pula, ker pač nisem rabila in pač nisem delala, ampak se ti zdi pomembno, da imaš ti neko formo, s katero si lahko pomagaš, pa se manj utrudiš? Ja, sigurno, vsaka privarčevana energija je pomembna, sploh tu na najvišjem nivoju, tako da bolj ko spiliš formo, bolj ko si nekako smut, se mi zdi lažje, boš prišel skozi. Tako da ja, sigurno je pomembno. In kaj so neke napake, ki bi ti rekel, da si jih na začetku delal? Pa če zdaj gremo recimo malo loči, torej ne vem, prva vaja, kaj si na primer delal, pa recimo tek, si rekel, kaj prehitro sem se zagnal, ne, imaš tudi kako tehniko, kako se ti lotiš? Prvo bi samo rekel, glede treningov sem treniral od začetka preveč intenzivno. Zdaj recimo dosti manj intenzivno treniram, imam intenzivne dneve, ampak dosti manj. Imam volumensko dosti, ampak manj intenzivno. Drugače pa, kjer so napake, sigurno, da od štarta ta hype, ker se res naredi hype tip, ko predn štartaš, vse preveč potegne v ta prvi tek in v prvo vajo skijerk. In tu res moraš biti dokaj umirjen, da rečeš, ok, vzamem si svoj tempo, štartaj umirjeno, pa boš kasneje, ko boš recimo videl, da ok, vse se dobro počutim, boš lahko šel hitreje. To je se mi zdi prva napaka, ki jo bi lahko izpostavil. Glede vaj pa, tehnike pa tega. Vsak bi mogel nekako sebi najti neko primerno tehniko, se mi zdi, ker smo si različni, prihajamo iz različnih športov. Sigurno so neke osnove, ko ti pomagajo, ampak zdaj, da bi nekako izpostavilo neko posebno tehniko, pri kateri, bilo kateri vaji, mislim, bolj bi bilo smiselno, da pokažem, zdaj pa da rečem, je malo tak.
Okay. Pa če greva za Dansko v to, da si po prvi tekmi rekel, da je to, ne? Če si prvo tekmo šel sam, kak je tudi glede tega, si rekel, da tekmujejo v dvojicah, pa po 4, kak je glede tega? Ja, pač ti si lahko zbereš, ali bo šel sam dvojice, ali pa 4. Jaz sem šel kar sam z prve na Open, rekel sem, da probam, da vidim, kako mi bo. Isto vsem priporočam. Idite z prve, sam, tudi če nimaš dosti treningov, prišel boš skozi, videl boš, kaj ti manjka, če se hočeš nadaljevati ali ne. Brez veze se čakaš, pa šparaš, ker itak bo ti težko. Boš pa prej pa, ko boš šel na tekmo, prej boš zvedel, v čem si slab, v čem si dober, kaj ti paše, kaj ti ne paše. Drugače pa ja, prva tekma, kaj smo? Ja, kak je glede tega, torej dvojice, mislim, dvojice. Da bi zaprašala. Torej, jaz recimo zarečem, ok, jaz hočem iti dvojice, pa lahko zagrem jaz to z bilo kom, z fantom, punco, ali se pol to tudi razlikuje, ki laže, ali grem s punco ali s fantom? Ja, imaš mix dvojice tu, ja, da gre tam fant pa punca, imaš punca ali pa fant. Pri mixet je teža od punce. Ja, pro teža od punce. Pri mixed fanti pa je open teža, mislim, da. Oziroma, ne, dvojice imaš tudi open pa pro, oboje imaš. Ja. Okay. Mixed je pa teža punce, ja. Tak je, ja. Okay. Lahko pa se prijaviš bilo kaj. In kaj to potem pomeni, da se predjam, da oba dva tečeta, pol pa morata oba dva narediti obe dve vaji, ali si zbereš, kak je glede tega? Vajo, mislim, tek delata oba dva skupaj, morata skupaj laufati, ne sme iti en preveč naprej, mislim, da je razlika 10-15 metrov maksimalno, da je lahko razlika med njima, ker imaš čipe gor in te zazna. Drugače pa vajo pa si porazdeliš. Vajo lahko dela en celo, recimo, pa drugi samo počiva, lahko delaš pol, lahko delaš četrt, pa 3/4, odvisno pač, kako se zmeniš, oziroma kako se kdo počuti. Ok, za prvo tekmo si rekel, da ti je bilo grozno, da nikoli več. Kaj je bila pol tista stvar, ko si rekel, ja, ok, bom se še enkrat prijavil, bom še enkrat probal? Se mi zdi, da se mi je prižgala neka tista iskra tekmovalna, ki sem jo že malo pogrešal iz nogometa. To tekmovalno se mi zdelo, da ta šport je res idealen za mene, da je dokaj varen, da so teki naravnost, ni sprememb in takrat sem vedel, da lahko fejs napredujem z nekimi treningi in pa plus tega, da ja, tekmovalnost, ti imaš določen čas, ko priješ na cilj, vidiš, ok, to je čas, ki sem ga dosegel, naslednjič imaš spet, če boš dobro treniral, si lahko boljši, ne? In to je mene vleklo, da popravim ta čas, kaj sem ga prvič dosegel, da ko grem drugič, da bo boljše. In kje bi rekel, da je tebi osebno nek najtežji del, ne? Ponavadi, ko se pogovarjaš z nekom, vsaj z mojih izkušenj, ko sem se pogovarjala, ko ne vem, tečejo maratone 42, rečejo, ja, po 30 km, najhujše, ne vem, 30 do 37, pol že čakaš konec, ne? Kje bi rekel, da je tu najtežje pri Hyroxu? Ja, se mi zdi, da zaživim drugi del tekme, od burpeev dalje, oziroma tu nekje pri rovu, to je 5. postaja. Tako da mi je prvi del sigurno najtežji, oziroma burpee se mi zdi, da so mi najtežji, čeprav recimo tu sled push, pull, burpee, sem zdaj postal kar face dober. Ampak ta del sigurno, vedno si govorim, Alen, preživi ta del, pol pa dalje pa bo šlo, pridi do rova, to je veslač, tam se lepo meriš, se lahko sedeš prvič na tekmi, ko lahko sediš, narediš rov, ni sediš, ne, delaš rov, lahko malo se umeriš, ampak... Ja, malo bolj roke, verjetno. Ja, roke, pa noge se celo telo dela, ampak vseeno prvič se lahko res malo dol staviš, malo zazreš, delaš vajo, pa mogoče malenkost umeriš, recimo, ker če res tekmuješ pač pro, od začetka do konca je skozi ritem. Ja. Tako da bi jaz rekel, da sigurno mogoče tu, ko prijem do burpeev, je za mene najtežji del, pol pa ja, plus tega, da žoge na koncu nikoli niso lahke. Verjamem, že na začetku ne je bila, če bi si razbudil, pa je šel delati, ne je bila. Kak si pa, tak se ti zdi, kak si ljudje to vzamejo, ne vem, imaš tak ekstremne primere, da ne vem, bruhajo ljudje ali pa kaj takega, ali bi rekel, da ni tak tega? Kar je všeč meni glede tega športa, da se lahko čist vsak prijavi. Ali je čisti začetnik, ali še sploh ne ukvarjaš športom, pač ti lahko greš na tekmo. Če boš dobil karto, se lahko prijaviš. In pač vsak se loti, kak se želi tekme. In se mi zdi, da jih dosti malo podcenjuje. Jaz sem tudi od začetka bil malo tak, ampak pol, ko priješ to not, te kar hitro, kako bi rekel, uniči. Mislim, ti ukvari, ker si preslabo pripravljen, ali pa si se precenil, ne. Ampak
pol se mi zdi ravno to, pa jim pol doda neko dodatno, da še dalje trenirajo, ne? Kar je bilo isto pri meni. Ja. Kdaj si se odločil, da boš probal dvojice z nekom? To pa je bilo zdaj čisto tako spontano, je prišlo v to zadnjo sezono, ker so uvedli... Kdaj si šel ti na prvo tekmo? Leto pa pol nazaj. Aha, ok. Ja, nekje mogoče malo več. Zdaj to pa je prišlo čisto spontano, ker zdaj treba ločiti. Tu je en del, je tudi Elita 15, se reče, v Hyroxu, kjer je 15 najboljših na svetu. In ti, da priješ to elito, imaš na sezono 4 tekme. Na te tekme pa tudi moraš se uvrstiti z določenimi časi. Aha, torej tu pa potem ne more se vsak prijaviti. Tu pa se ne more vsak uvrstiti. In to je zdaj res ta top nivo. In zdaj imaš, gledajo se ti časi na sezono, 2 evri časa tvoje tekme, 2 najboljša evri časa tekme za celotno sezono nazaj, za 1 leto nazaj, da priješ lahko ti na to major tekmo, se reče. In iz te major tekme imaš 4 na leto, se uvrstijo 3 na svetovno prvenstvo v eliti. To pa jih je 15 najboljših. Če to govoriš v dvojicah ali posamezno? Oboje je za letos bilo prvič. Mislim, prej je bilo samo solo, letos je bilo prvič tudi dvojice. In tako je bolj prišla tudi situacija, da sem šel prvič dvojice. In tako prek teh majorov lahko priješ v elito 15 za svetovno prvenstvo. Oziroma zdaj je 5 teh majorov, malo drugače so letos spremenili sistem. In ja, z dvojice sem pa zdaj tako prišel, da men iz UK-a, en Jake, smo bila na zadnji te tekmi, ko si se lahko uvrstil v solo elito, smo bila skupaj. Mislim, smo skupaj tekmovala, malo prej smo še že na več tekmih videla, pa malo tako spoznala. In potem je bila ta zadnja tekma v Londonu, ko mi je rekel, priješ ti z mano, probajmo mi dva priti v elito 15 dvojice. In takrat sem šel v London in smo se uvrstila v elito za svetovno prvenstvo 15 najboljših dvojice. Čestitke. Pa da sta torej lahko šla, če ki torej videla se tekmovala pa za solo, ko sta tam bila res tekme? Ja, na tekmo za solo smo se spoznala. Pa če ki za solo si ti tudi prišel noter ali ne? Letos ne. Zdaj za to sezono je to želja, da prijem. In kak je to glede časa? Če mi zdaj malo primerjaš nekdo, ki je, ne vem, amater, ki gre... Dobro, dajva za tak reč. Imamo neko osebo, verjetno se že kar spoznaš te čase, ki recimo je ok pripravljen, ni pa zdaj v Hyroxu, da bi bil naštudiran, pa recimo zdaj vi, ko ste res top, ko imate neke vrhunske čase. Ja, moj najboljši čas je 55-42. To je solo? To je solo, ja. Okay. To imam, mislim, da celo top 10 najboljši čas na svetu, vseh časov. To je res, to ne vem, če bo mi še daj sploh uspelo, to sem se bil še sam presenečen. Čestitke. Hvala. Zdaj pa recimo neki average čas, pravijo, da je, ne vem, zdaj tudi treba vedeti med Open pa Pro, recimo, ne, je ful razlika, ne, v teži. Tako da recimo average Pro čas je, ne vem, ura 10, ura 20, ura 30. Aha, torej kar razlike potem. Ja, so velike razlike, ja. Ti, da že priješ pod 1 uro, je zelo, zelo veliki dosežek. Pol pa valjda, ko si pa ti pod 1 uro, pa ne vem, vsake 5 sekund je zelo dospomeni, ne. In pol so ful male razlike, pol je tudi od dneva odvisno, kako se ti počutiš, kako si planiral formo. Pol je res ful dost podrobnosti, ki pa odločajo. V koliko času pa ti recimo narediš Open? Če to je zdaj Pro čas, ne? Pro je 55-42, Open čas pa imam, ne vem, to je bilo zdaj na Dunaju nazadnje, ampak mislim, da ne vem, 52, 51, 52, ne vem točno, to sem že, ne vem. Mama pa dvojice čas, to pa vem točen čas, 50 minut pa 6 sekund. To je bilo kje? Dvojice, v Londonu. Okay. Sam to še bi preden gremo na te dvojice pa vse izkušnje s tekmami. Glede teka, ne? Ja. Si ti zdaj že naštudiral, koliko tečeš približno isto kilometer, ali imaš čisto različno med 1 kilometrom pa ne vem 6 kilometrom? Na tekmi? Ja. Ja, ponavadi so tak tekme sestavljene, ker to je v hali not in ponavadi naredijo okrog po zunanji strani hale krog in noter pa vaje. In vedno ponavadi imaš 2, odvisno od hale, imaš 2 ali 3 kroge teka, da prije točno na 1 kilometer. Zdaj pa mogoče, ponavadi je prvi krog mogoče malo krajši, ampak se kasneje porazdeli, recimo, ne vem, od 2. do 8. da priješ ti na točno 8 km. Oziroma, vsega teka bi naj bilo 8 km 700,
ker je še tisti tek, ko ti greš od vaje, pa letiš ven do tega kroga, še so tudi neki metri. Tako da naj bi bilo, da so ful natančni, da naj bi bilo na metre natančno, ponavadi, da je 8700 metrov. Tako da zdaj ne, točno gledam, valjda pred tekmo, ko vidiš, ko so že drugi tekmujejo, vidiš, mogoče prvi krog je, prvi kilometer je malenkost krajši, ostali so malo daljši, recimo, ampak ni nekih velikih razlik. Okay. Seveda tudi z Niko trenirata skupaj. Kako bi rekel, da, ker recimo ti si sam trener, ne? Da se ti zdi pomembno, da imaš tu še nekoga zraven, ki ti malo pomaga, ki ti da neka navodila ali pa vsaj neko drugo mnenje še zraven? Ja, brez Nike jaz ne bi napredoval, tako sem v teku, če gledamo tek. Ona mi je na teku pomagala noro dosti. Jaz nisem nisem imel dosti izkušenj, znanja iz teka, ona je atletinja. Tu, hvala Bogu, res, da sem jo spoznal. Brez nje sigurno ne bi tako napredoval. Pa še imam rezerve, tako da s Niko isto delamo dalje plane, načrtujemo, delamo plane za tek, treninge, tako da hvala ti, Nika. Ja, ne, Nika je super. Nika je res super, to je zdaj, zdaj imamo tudi 20 sekund, kako hvalimo Niko, tam prav dala timestamps. Tako da, ja. Mi ne smo niso šolki v srednji šoli nekaj časa, pa poldansko, ko sem zamenjala šolo, mi je to najbolj manjkalo, ker to se mi zdi tudi ful pomembno, no. Da imaš tudi nekoga zraven, ko ima neko pozitivno energijo, ne? Ker ti lahko imaš nekoga, isto glede nekega nasplošno trenerja, ti lahko imaš nekega trenera, ko je super, malo znanja, ampak če je to neka najbolj nadrkana oseba, ko se ti ne počutiš v redu, ne? Če imaš nekoga zraven sebe, ki pa si ne nabija ego tam, ampak res hoče sam tebi pomagati, pa je to še toliko boljše. Sigurno, jaz sem lahko res hvaležen, da sem jo spoznal, čeprav ne vem, kako sploh prišel do nje, do prvega treninga. Je rekel, da ko sem prvič prišel, da sploh ni pričakoval, da bom tako lahko letel z njo, pa z njo delal taki trening, ampak potem smo počasi gradila, tako da ja, res top. Si potem tudi gledal, kako si boš zbral nekoga za te dvojice, ne? Ker meni se zdi, ker ti nisi okej, ti si utrujen, zmučen, verjetno bi raši, ne vem, ne počutiš se ravno zdaj bleščeče, kot da si se zjutraj vstal, ne? In potem še imaš zraven sebe nekoga in potem se moraš spodbujati. Se ti je zdelo tu malo tak iti z nekom, ki ga ne poznaš? Ja, dvojica je res čist druga tekma. Pač, ker ko si sam, ti si sam odvisen sam od sebe, ko pa si z enim skupaj, pa se mi zdi kot neko timsko delo. Ampak tu glede izbire, jaz nekaj dosti izbire, če sem pošten, nisem imel. On mi je napisal takrat, Alen, gremo skupaj, zadnja šansa je, da se vrstimo v Elite 15, jaz mislim, da nam lahko rata, jaz sem valjda bil takoj za, ampak to je bilo tudi tistem času, ko sem imel probleme s kolenom, in sem bil tak, on še me je spraševal, kako je koleno, sem rekel, top je, ne, valjda nisem sploh hotel povedati, in potem se spomnim, da tisto tekmo, ko smo se pol uvrstila, pa to je bil res, to je zdaj top 5, tudi mislim, da rezultat vseh časov, ta čas, ko smo v Londonu dosegla, jaz sem tak trpel, kot še nikoli v življenju. Pač on je, ta moj pač partner, je tekač, on je res boljši tekač kot jaz, hitrejši je, mogoče sem jaz na vajah boljši, ampak pač takrat pa sem jaz tudi spustil do treningov tekaških in direkt na tekmo z njim. In on me je gnal od začetka do konca v teku fulne. In jaz tisto tekmo, ko sem takrat trpel celotno, ne vem, če sem že kdaj. Zdaj, trpel kondicijsko ali koleno? Kondicijsko koleno je bilo čudežno. Torej koleno je bilo dansko? Okay, si si takrat je bilo res čudno vse skupaj, ker jaz sem doma probal počasi laufati, pa me tako bolelo, da niti nisem mogel hoditi prav. Ne? Kako sem pa šel v neke hitre teke, pa je bilo kar čudežno koleno, okej. Pač samo hitre teke sem mogel delati. Po mojem tudi malo adrenalin. Ja, pa držal vsak sama tekma itak, ja, ampak tudi nasploh pol na treningih, oziroma, ja, ne vem, to je bilo fascinantno vse skupaj. Ja. In takrat so torej prečla in so se uvrstila. Ja. Kakšni so bili tisti občutki, ko si se uvrstil, si potem, ne vem, kak je glede te organizacije, si povabljen, ali moraš iti to sam na neko svojo pest, si sam plača stvari, ali imaš kako nastanitev? Pač ja, večinoma je to vse na lastne stroške. Drugače pa občutki so pa bili nori, ker takrat noben tega ni pričakoval, da se vam midva uvrstila, plus tega, da smo šla čisto tako nenapovedano. On je sicer kar znan v tem high rock športu, iz UK-a je, tam je še bolj popularen high rock kot pri nas. Ja, valjda. On je, ne vem, sponzoriran, res živi od tega.
Tako da je bilo ful nenačrtovano, ampak hkrati smo se zavedali, da smo sposobni tega, preden se je sploh to začelo, pol pa je bilo top, da smo se uvrstila. Pol smo pa delali že takoj plane, ker smo se uvrstila na svetovno prvenstvo v Chicago, v Ameriko, kako bomo tam čim boljše nastopala. Pa ste se videla to random dogovorila, prej ste šla, kdo kaj dela, si ti rekel, jaz imam feeling, da meni gre ta vaja ful dobro, bom jaz naredil celo ali bom jaz naredil pol, kako ste se glede tega zmenila? To je ful zanimivo, ti vedno narediš neki plan pred tekmo. Ne vem, jaz bom začel s skiergom, ti boš nadaljeval, ampak pol, ko prije sama tekma, je pa čist drugo, ker se mi zdi, se je treba ful pogovarjati med samo tekmo, ker recimo, če sem jaz zdaj ful utrujen, pa smo zmenjali, da jaz moram začeti eno vajo, je boljše, da njemu rečem med tekom, ga malo vprašam, malo kako si, se verjetno počutiš, da ti začni, bom jaz zdaj malo počival, ne. Tako da je res prilagajanje ful veliko. Tu kot zanimivo slado povem, da pri sled pulu moraš potegniti 4 dolžine. Če ki vlečeš z vrvico. Z vrvjo, Vrvice so vedno enako dolge. Ja. Okay. In moraš čez eno črto potegniti, letiš na drugo stran, potegneš na drugo stran in 4-krat. In jaz sem tu ne vem, kaj sem razmišljal, mi da sem potegnila 3-krat. Jaz ker ponovaj si dam za sled pul rokavice gor, da lažje vlečem, da imam boljši grip, že rokavice dol, pa sem videl, da je on do konca potegnil, sem jaz kar letel ven, ne. A moraš pa zaključiti eno dolžino. On pa kar za mano gledal, kaj smo že 4, ne. In valjda pol takoj sodniki, alo, nazaj, pridite nazaj, treba to popraviti in tu smo zgubljali, ne vem, po moje 20 sekund. In pol na koncu, ne, je bilo tako napeto, da smo mi končali 1., 2., 3., 4., 5. Mislim, da v 5 sekundah razlike. Ja. In skoraj bi kaj sem jaz pač prehitro... A to je bilo tu v Londonu? To je bilo v Londonu, okay. Prehitro odlovko, ne, bi lahko sploh, da se ne je uvrstila na svetovno, bi odločilo, da se ne je uvrstila na svetovno. A tu sta bila prva? Tu smo bila druga. Okay. Druga smo bila. Za 1 sekundo sta bila. Tam je bilo res, žoge smo na koncu ful odločale in je bilo res noro. Ja. Tudi feeling je... Po moje si ne bi pol oprostil. Ja, jaz bi bil ful bi bil, ampak hvala Bogu, da se je izteklo. Ker pol na koncu, ko je bilo tak, so te žoge odločale, ne? Ker smo, in ti, ko mečeš, vidiš točno, koliko makeri je žog. In on je začel z žogami in jaz mislim, da je on neki pri 30 že zahteval menjavo, ker je bil utrujen. In jaz sem videl, da ko je 4., se nam približuje, ne? In ponovaj več menjav narediš. In sem vedel, če bomo menjala, bomo mi 2, ne bomo 2. ali pa 3, ne? Ker prvi 3 so se samo vrstili, ne? In sem samo rekel, gledaj, če si prej zajebo, vrži zdaj do konca, pa magari ti roke odpadejo, ne? In sem vrgel, hvala Bogu, do konca. Zadnjo si naredil še 70, mislim, da celo 80, nekaj tajega, bilo ful sem jih naredil, ko prej nikoli še ne vem, če sem tako vrgel. Ampak ja, hvala Bogu, se je vrgel izteklo. To smo jaz predstavljati, ne? Ker že se mi zdi, da ne vem, tako koliko se spominjamo vsi, je neki highlight ti že z neke osnovne šole ali pa srednje, ko si imel neka tekmovanja, pa se tisto nekaj zbudi v tebi, kaj šele tu, ne? Ko še imaš zraven sebe neko ekipo, pa veš, da se ti ne gre sam tak, ne? Ampak se ti gre za neko uvrstitev. In potem sta se videa uvrstila v Chicago, ne? Je to kaj? To je bilo svetovno potem? Svetovno prvenstvo. Vsako leto ima svetovno. To je bilo letos, ne? To je bilo letos, ja. Julija. Ja, to imaš vsako leto, imajo drugi kraj zberajo, oziroma drugo državo. Letos je bilo v Chicagu. Zdaj pa je tako to je. Ti imaš svetovno prvenstvo za elito 15, tako sem zdaj rekel, tu smo se mi 2 dvojice uvrstila, pač solo in dvojice so letos dvojice prvič. Imaš pa tudi navadno svetovno prvenstvo, kjer se ti prek teh navadnih tekem, recimo, če ti zmagaš tekmo recimo na Dunaju, imajo določena mesta, prvi 3 se ti lahko vrstijo na svetovno prvenstvo, navadno tekmo. In imaš hkrati se tudi po age grupih, ker so tudi age grupe, svetovno prvenstvo age group, recimo, ne vem, od 16 do 24, od 24 do, ne vem, 33, ne vem, kak je točno. Aha, okay. In tu pač prije res smetana najboljših. Mislim, da je lani bilo... Na te Elite 15? Ja, Elite 15, na to svetovno prvenstvo v Chicago, ne. Lani je bilo recimo vse skupaj več kot 700,000 tekmovalcev. V celotni sezoni je tekmovalo, ne. In na to svetovno prvenstvo se jih mislim, da ni 0,1% vrsti. Od vseh. Ja. In te veš, kaki je to procent pol, ampak hkrati je na tem dogodku bilo zdaj, ne vem, koliko je to pol 10,000 tekmovalcev, recimo. Ampak to je the best of the best, ne. Plus posebej pa še pol elita, ne? Torej ni samo 15. Ja, to je posebej, ja. Aha, Elite 15. Elite 15 je posebej, to so res najboljši od najboljših. Okay.
tu pač, ono pa še posebej, ko je pač po navadnih tekmah lahko prije. Ja. Pač se res, vem, da je malo težko Pa si ti, razumeti. ne, se ni, pa si ti tudi na to navadno svetovno šel, ali ne? Letos ne, ker sem rekel, ok, jaz bom dal ves fokus na, ker sem bil uvrščen, ker sem par tekem tudi zmagal, ne, da bi lahko šel navadno, ampak sem rekel, ves fokus bom dal samo na dvojce, tisto mi več pomeni, veliti te vidijo, tudi drugi sponzorji, ne vem, lahko se pokažeš, ker tam imajo live streame, samo elito prenašajo, recimo, ne. Ja, valjda, itak. In sem rekel, jaz se bom skoncentriral samo na elito. Dvojce. Pa si se potem, si ti poznal kakšne te ljudi, si ful spremljal ta High Rocks, tudi te ljudi, ki tekmujejo? Ja, ful zdaj spremljam, pač mogoče od začetka še ne, ampak zdaj pa ja, spremljam, pa ful je veš dober ta community pri High Rocksu. Se mi zdi, ker res vsi spodbujajo, pa vsakem privoščijo čim boljši rezultat. Zaenkrat še res nisem videl, da bi bilo kako sovražno nastrojenje ali pa bilo kaj drug proti drugem. Ful so tako res vrejo, je, top. Čekaj, kaj je Lucy Davis v High Rocksu? Tudi je že tako mala, ja. Ja? In za njo sem nekaj videla. Drugač pa tako iskreno, to, kaj spremljam, bolj se mi zdi, neke moške sem zasledila kot ženske. Ja, možno, ker je mogoče vseeno bolj popularno pri moških, ampak je vedno več punc tudi, ja. In kako se ti je zdela tista izkušnja tam? Ti je bil še večji adrenalin, ko, ne vem, predtem, ko si delal na tem, da se uvrstiš, torej v Chicago? Ja, mislim... Lahko me malo, evo, glede na to, da to zdaj sniku, da se ti vsireš v avto, pa se peleš na Dunaj, ne? Lahko mi tu celo izkušnjo opišeš. Je že vse splanirati, da ti priješ v Chicago, da greš malo prej, da te ne jetlag zjebe, po domače povedano. Vse skupaj splanirati je bilo res kar veliki zalogaj, tu se lahko zahvalim svoji punci, ker mi je res da podporo, pa vse skupaj naštudira, kdaj iti, kam iti. Reče pa ja, jaz sem se tega res veselil. Prvič sem bil v Ameriki, sam dogodek, pa lokacija dogodka je bila vrhunska, ena izmed najboljših hal, kaj sem bil do zdaj. Drugače pa sem res probal čim bolj uživati, ker sem vedel, da je to zdaj prvič, da sem jaz v eliti 15, spoznati čim več folka, se povezati z njimi, pa čim več odnesel od tega. Sicer smo ciljala, če gledamo glede ciljev, smo hotela biti vsaj med top 5, bila smo top 7 na svetu, se mi zdi, da bi lahko dosegla malo več, nisem imela ravno najboljšega dneva, če zdaj gledam za nazaj, ampak vseeno, nimaš kaj, mislim, top 7 na svetu je tudi veliki dosežek. Ne? Ja, čestitke, definitivno. In si rekel, nisem imela boljšega dneva, kje se ti zdi, da sta zgubila mogoče čas? Kaj bi recimo zdaj, če se bi zdaj video pogovarjala, kaj bi naredila boljše? Tek. Pač tek je 60% High Rocksa, recimo tek. Ti imaš ostalo pa so vaje, pa plus tega, da imaš ski pa rokarje, pa tudi endurance, ne, kot tek recimo skoraj. Tako da sigurno v teku smo bila slabša. Sicer ne vem, kaj je to vplivalo, ker smo recimo slabše tekla, kot pa recimo prej v Londonu, ampak zgleda, taki dan je bil, nimaš kaj, mislim, vseeno je bil vrhunski rezultat. Zdaj pa se z tega treba čim več naučiti, pa biti boljši naslednjič. Imamo plan spet, da tekmujemo skupaj. Aha, ok, ima ta plan. Torej se tudi kot partnerja dobro razumeta. Ja, meni je on res, ne vem, kako sem ga spoznal, kako sem prišla skupaj, ampak je res dober človek. Skušam mi čim bolj pomagati tudi, recimo, ker ima malo več vez v tem High Rock svetu, bolj je znan, tudi več podpore, tako da mi je tu tudi v Chicago zelo pomagal. Tako da super, res. Tako da je vesolje združilo. Ja, zgleda, res. Ja. Ne, se je super, to se mi zdi res. Veš take stvari, tako si rekel, vse te na nekaj pripravi, ne, če bi ti, ne vem, nogometno kariero drugače speljal, ne bi tega zadoživel, ne. Ja. Pač čisto na ključu, on meni napiše pri z mano dvojice, ne, v London, iz ničega, ne, in zdaj pač smo iz tega prišla kar daleč, ne. In kako si se počutil, ko si videl to sporočilo? Ja, ful sem bil, Sano sem spraševal, kaj za naredim, ker je bilo takrat ravno s kolenom, ne, nisem hotel, če bom šel, pa ne mogu laufati, ga zajebem, ne, hočem pa izpustiti te priložnosti, ki se bom, ne vem, če bom jim ponudila, ne. In sem pol rekel, jebeš, grem provat, pa bo kaj bo. Kako je recimo pol neka primerjava časov bila, torej med vama, ko sta recimo bila 7, pa med tistima 2, to so moški zdaj, ne? Moški. Med tistima 2, ko sta bila 1, pa kakve so tu nagrade, če so? Ja, na svetovnih prvenstvih so nagrade.
Recimo solo, glede na grad prvo, solo, če zmagaš, je bilo, mislim, da letos 30 000 evrov, nekaj tajega. In zdaj vsako leto povišujejo zneske, vedno več Kar se je vlaga. vseeno ful malo, če tako pomisliš, ne? Ful malo, ampak hkrati je, Nasplošno. ker ti pa vseeno, ti za vsako tekmo, recimo, ko se prijaviš, je prijavnina 110 evrov, recimo. Ja. Plus tega, da moraš potovati, ja, ker hoteli, vse skupaj, kar drag šport, če gledaš, če samo tekmo gledaš. V dvojicah so bili letos sicer malo manjši zneski glede zmag, ker je bilo prvič, ampak ja, pol se pač valjda niža, pa od, ne vem, do 5. mesta, pa pol še malo niže. Drugače pa, kaj smo še rekla, glede časa. Ja, letos je bila, sta 2 Nemca zmagala v dvojicah, bila pa je razlika, mislim, da po moja kar minuta, zdaj ne vem točno, smo kar vreo zaostala, mislim, da nekje minuta, ampak minuta včasih pomeni dosti, včasih pa malo, zdaj odvisno kak za koga. Jaz mislim, da smo kar prej zaostala glede na pripravljenost oziroma sposobnosti, ki jih lahko pokažemo. Da sta imela torej slabši čas, kot v Londonu. Ja, slabši čas smo imela. Mislim, da je bil celo čas, samo je tudi razlika, malo se tekme vseeno razlikujejo. Ja. Nikoli ne more biti čisto ista postavitev. Ja. Različne hale so, različni objekti so, in malo se tudi, recimo jaz najboljši čas, svoj solo sem dosegel v Berlinu, ko je tekma zunaj se laufa. Tek je zunaj, vaje so pod streho, recimo, in to je ful velika razlika. Ti, ko imaš dober luft, lahko dosti lažje laufaš. Recimo hali, ko je zatohlo, dosti težje laufaš, ne? Tako da to je treba tudi upoštevati. Ampak ja, se mi zdi, da se v zadnjem času malo preveč fokusiramo na čase, ker res je, vsaka tekma je drugačna, ampak vseeno ti časi pa ti, če res tekmuješ na pro nivoju, ti pa dosti pomenijo, ne? Ja, valjda, ne, sej, zato je pol res, se mi zdi, da tudi bolj primerno, da se vedno gledajo mesta, ne pa sam tisti čas, ne. Sej znova Ker ne moreš sezono, ti sicer isto še pripraviti. nekaj smo povedati, ampak to tako v Sloveniji, da ne ogledajo, se bo malo te stvari spremenile. Ne bo več toliko vezano na čas, ampak bo na mesta, ja. Ja. In če bi zdaj lahko dal en nasvet, ne, nekomu, ki razmišlja, če bi šel na Hyrox tekmo ali ne, kaj bi bil tvoj nasvet? Mogoče tudi glede priprav ali pa organizacije. Prvi nasvet, ki bi mu dal, je čim več vloži treningov v tek. Se mi zdi, da to je prva osnova, da si tekaško pripravljen. Se mi zdi boljši kot boš tekaško pripravljen, lažje ti bo na tekmi. Sigurno, ja, naštudiraj vaje, naštudiraj menjave, vse skupaj, ampak prvi nasvet, tek, čim več teka. Začni počasi, če si začetnik, z lažjimi teki, ampak jaz bi rekel sigurno fokus. Tu vidim sploh tudi na pro nivoju, razlika je v teku. Se mi zdi, da vaje smo tu nekje, ampak tek pa dela največje razlike. Tako, kako si se pogovarjal z ljudmi, so tam po večini že neki ljudje, ki so bili, če zdaj res gledamo tisti pro nivo, ne, predvidevam, da so tam res tekači vrhunski, ne, da so tam ljudje, ki so že prej bili mogoče kaki, ne vem, ala nogometaši, košarkaši, atleti, ne, ki so že prej tekli. Ja, pač različnih športov prihajajo. Zdaj vedno več je tudi triatloncev, recimo to so znani potekači, ne, da imajo dobro pripravljenost. Ampak ja, pač ful je tudi pomembno, to bi rad poudaril, da veš, iz katerega športa prihajaš in da to pol prilagodiš ti, recimo v samem Hyroxu. Ni vsak trening za vsakega, recimo, ne. Tako da, Na kak način zdaj misliš točno to? ne vem, če je zdaj nekdo tako kot jaz, nogometaš, mi recimo kot nogometaši neko bazo tekaško imamo zelo že dobro, zato je mogoče meni bilo tako od začetka lažje. Ne, zdaj pa recimo nekdo, ko pa se ukvarja samo z fitnessom, pa ga zdaj zanima recimo Hyrox, bo mogel dosti več vložiti že od začetka v sam tek, ne, pa kondicijsko pripravo. Tako da to je zelo pomembno, z katerega ozadja prihajaš, da pol lahko ti prilagodiš treninge dalje. Hvala ti za nasvet. Zdaj me zanima pa predvsem tvoj pogled na nek strah, ne, zdaj, jaz verjamem, da nek strah si verjetno imel v sebi, kaj se bo z mojim kolenom zgodilo, glede na to, da jaz si rekel, 4. stopnja obraba ni nekaj malega, če smo čisto realni, ne, to kar huda neka diagnoza, če lahko tako rečem, ne. Kako si ti gledal na te stvari? Ja, mene je vedno pred tekmo, vedno me je bilo, mislim, sem kar čutil nervozo, pa neki strah, kaj bo, če bo to, ampak pol vedno, ko se pa začne tekma, se mi zdi, da pa pozabim čisto na to koleno. Da nič ne razmišljam, da me niti malo ne ovira, hvala Bogu zdaj zaenkrat.
da res čisto izklopim in se samo fokusiram na to tekmo. Tako da iz tega vidika se mi zdi, da znam odklopiti, ampak pred tekmo pa je valjda strah, če bo, ne bo, ker koleno je res kar v slabem stanju in dosti tvegam s tem. Ja. Zdaj tvoje koleno, bi rekel, da te trenutno ovira, trenutno treniraš za High Rocks, se zdaj na kaj pripravljaš, še vedno delaš ti High Rocks vaj, ali si zdaj malo bolj na easy vzel? Zdaj bom rekel, da sem najdel pravo neko formulo, koliko približno teka lahko vključim, ker najbolj me ovira pri teku. Lahko vključim tedensko, koliko kilometrine, da še koleno dokaj zdrži. Recimo, meni se je zgodila ta poškodba, takrat, ko sem res, ko mi je čist oteklo pa vse skupaj, ko sem delal tedensko več kot 100 km. In takrat mi je dalo opozorilo, gledaj, tak ne gre, umiri se, najdi neki svoj način, svoj ritem, ki ti bo ustrezal. In zdaj trenutno sem res najdel nekje med 70 do 80 km tedensko, da delam, plus valjda vse ostalo zraven, da moje koleno koliko toliko ohranjam zdravo. In kako to, da še vseeno delaš take količine? Misliš, če bi delal manj, bi izgubil to neko kondicijo? Jaz mislim, da to res je neki minimum, ko moram doseči, da lahko konkuriram najboljšim. Če bi gledal, bi mogoče, mislim, želja je, da bi še mogoče več delal, ampak se mi zdi, da zdaj ta moment to žal ne gre, ampak to je zdaj neki minimum, ki ga lahko delam in ki mi zgleda ustreza, tudi da napredujem tekaško. In kakšne imaš plane za naprej, glede High Rocksa? Čez mesec dni imam prvo tekmo v Maastrichtu. Že? Ja, Okay. Na Nizozemskem, tako da zdaj sem ravno kar sredi priprav še, zdaj je bilo kar napeto. Čekaj, imel si pa zdaj kako dolgo pauzo? Od julija, od svetovnega prvenstva. Julija, ja. Torej ni bila kaj dolga pauza, okej. Oni so kar začeli hitro, High Rocks ima kar tak specifično, oni so recimo, mislim, da 2 tedna po svetovnem prvenstvu so že začeli s tekmami, ampak ni bilo še v Evropi. Qualifiers so skakal. Ja, tudi ja, pač navadne tekme, ja. In zdaj se pa začne malo bolj res, tako da čez mesec dni imam prvo tekmo na Nizozemskem, Maastricht, ko pa mi gre že takoj za to major tekmo, ko sem ti rekel, da se lahko vrsti samo z 2 najboljšima average časoma. Aha, in ta je že en izmed teh. Ja, in tu se bo mi to štelo, če hočem priti na to prvo major tekmo. In to je zadnja šansa, da popravim rezultat, da prijem tja. In ti glede na to, da si zdaj že na nekem nivoju, da pač so te verjetno tudi že neki organizatorji videli, se tudi ti moraš prijaviti tako normalni ali si povabljen? Ali imaš kako možnost tu? Zdaj, hvala Bogu, ker sem v top 30 na svetu solo, imam opcijo, da imam dostop do 4-5 kart na leto, tudi če je že razprodana, recimo, tekma. Drugače pa se moram jaz isto normalno prijaviti, tako vsi ostali. Pa to sem tudi videla, da so neki ljudje tudi, ko so povabljeni, ne? Ja. To verjamem, da res kakšni influencerji, ko jih bolj tako povabijo zaradi promocije. Ja, zaradi promocije. Ja, sigurno, ja, veš da. Bolj ko se širi, boljše je, ne. Ampak s tem tako nima težav, ker je res noro, kako se širi. Kako pa se zdi glede organizacije? Se ti zdi, glede na to, da si že leto pa pol ali še več? Ja, malo več. Ja. Leto pa pol, oziroma malo več v tem, da se organizacija kaj stopnjuje, kaj popravlja, da je tu vedno boljša, ali da je nekje tu, ali da še bi bilo kje kaj za izboljšati? Jaz bi jih res pohvalil, ker res se mi zdi trudijo, da je skozi boljše. Valjda, dogaja se dosti napak, ker je vseeno mlad šport, ampak se mi zdi, da tudi dosti vlagajo, da je vedno boljša organizacija. Recimo zdaj v Chicagu je bilo meni vrhunsko. Ok, imeli so malo težav z sled pushom en dan, ker se je zdaj menjavala ta podlaga, ampak vseeno se mi zdi, da probajo res čim več vložiti v to, da se izboljša. Njihov cilj je tudi, da bi enkrat prišli na olimpijske igre, ampak mislim, ne vem, če je to dosegljivo, ampak ja, imajo pa kar velike želje. Tako da, če hočejo priti na olimpijske igre, valjda mora biti res tipi-top. Mora biti vse tipi-top, ne? Ste imeli tam gledalce, ko ste bili v Chicagu? Ja. Aha, Vse to je tudi vrhunsko. Recimo, ko imaš ti Elite 15 tekmo, je to samo za teh Elite 15, valjda to vse zanima, dosti gledalcev, tudi to je vzdušje posebno. Ne. Koliko pa so, recimo, kaj cene karstu za tiste, ko pridejo gledati? Gledalci? Tudi Chicago so bile malo dražje, se mi zdi, ampak ne vem, 20-30 evrov. Drugače imaš tudi dogodke, recimo tu po Evropi, ko je včasih prostop, včasih je, ne vem, 10 evrov, tako da odvisno čisto tudi malo od kjeri državi je. Ni torej pa nobene tu starostne omejitve, torej
Niti najniže, niti najviše, recimo. Mislim, da moraš biti nad 16, Aha, ok. pa starost, neka starejša je tudi neka meja, ampak tu je bilo, recimo, zdaj sem bil na drugem svetovnem prvenstvu, spomnim pa se dogodka, ko sem bil na prvem, je bila, ne vem, mislim, da 75-letna starejša gospa, čisto zadnja je tekmovala na svetovnem Nici, to v Franciji, moje prvo svetovno prvenstvo, se točno spomnim. Ženska, res roko bi šel dati, pa je rekel, vsaka čast, je šla celi Hajrok skozi stara, mislim, da 75 let ali koliko. Na koncu so vsi spodbujali, je metala eno žogo po eno, lepo, pač vrhunsko, res to, ko sem videl, si mislil, vsak lahko gre, ne smeš imeti izgovora. Tudi dosti zdaj delajo, da ne vem, grejo kakšni malo invalidni, pa jim pač malo prilagodijo vaje in pa res skušajo omogočiti, da res prova iti vsak čez tekmo. Da se jih spodbuja, ne? Ja, ful, Jaz sem videla, ne vem, da meni Kiril vrgel na Instagramu, ko sta bila gospa pa gospod res ful starejša in to tako lepo zgleda, se mi zdi, da je neka motivacija, ne? Se na koncu koncev so take stvari nekaj pač, kar te ohranjajo pri mladosti, ne? Da ne bo za kdo narobe vzel, ne zdaj taki ekstremi, ampak gibanje pa šport, ne? Pa vse to, pa tudi recimo dva prijatelja se zmenita, dve prijateljci, ne? Vse to pravim je ful zanimivo. Ok, gremo na tekmo, bomo šli skup, ne? To je ful lažje recimo, ne? Tudi za začetek. Da, se dve prijateljci zmenita, pa greta, ne? Pa imata celi dogodek, recimo potovanje nekam v Italijo, recimo, vse skupaj povežeš, vse zato po moje tudi tako popularno, ker lahko ti vse skupaj izkoristiš, malo greš v mesto, tekma, kot neki malo dopust, recimo, mislim dopust. Ja, pa še po mojem ni nekih tistih veš pritiskov, da bi za nekdo nekaj od tebe pričakoval, ali pa da bi ti mogel, ali pa da bi te zdaj, ne vem, pa v tvojega kraja gledalo, pa se če nič nekaj ne objaviš, tak niti noben ne ve, da si ti tam verjetno, ne. Kako je to, ko si rekel, da lahko grejo po 4? To pa je relay, to pa imaš, vsak gre 2 vaji, ti recimo en začne, ima tek pa vajo in je pol menjava. In ti si zdaj pač zbereš, kjer 2 vaji bo šel. Lahko greta pač, lahko grejo 4 moški, lahko grejo 2-2. Čaki pa tečejo pa vsi? Ne, sam ti delaš, to je pa zdaj razlika, da sam en štarta in pol imaš taki prostor, kjer se zgodi kao menjava, kao štafeta recimo. Aha, ok. In pač se menjava. In ti si pa zdaj zbereš, kjer 2 bo šel vaji in se pač samo menjava. Že jedno narediš tek pa vajo in sledi menjava. To si že šel? Bil sem na eni štafeti z Slovenci, smo bili skupaj, pa to je ful dobro, ker to še bolj timsko. Bili smo v Kopenhagnu, mislim, da smo kar dobro rezultat dosegli. Čekaj, to so bili sami fantje ali ste bili? Sami fantje. Bilo ful dobro. A taki se mi zdi neki boys trip verjetno, ne? Čekaj, to si bil z Mariborčani? Ja. Aha, ok. Ker se tudi lahko tako povežeš, lahko ti ker tekme trajajo ponavadi petek, sobota, nedelja, recimo, ne. Recimo lahko ti imaš petek solo tekmo, pa nedeljo pa se še odločiš, ok, gremo še mi skupaj, recimo, ne, na relay se reče, ne, da vsi 4 tekmujemo in celi vikend lahko recimo povežeš, ne. Kako pa se ti zdi, kaj je Hajrok s potencialom v Sloveniji? Imamo kakšne potencialne, dobro zdaj, čisto tako realno, če rečemo, ne, imamo kakšne potencialne tekmovalce? Pa sigurno je, mislim, imamo, zdaj pa sicer pol pa je samo odvisno, koliko truda so pripravljeni vložiti, da bo še boljši. Potencial pa je vedno, bi jaz rekel. Se mi zdi, da to je vedno tako pri teh športih, Aha, ok. Pri teh športih, ki ni zdaj, to je bolj strošek, ne? Kot nek dobiček. Zdaj, lahko ti dobiš kaj z tega, sej bodybuilding ful podobno. Ti lahko nekaj potem dobiš z tega, ali da objavljaš na socialnih omrežjih, ampak ni pa to direktno, ne? Ti moraš plačati za karto, pol moraš plačati za prevoz tja, da ti zmagaš tam je zelo redko, ne? Tako pri bodybuildingu. In se mi zdi, da res pač moraš imeti tisti neki užitek iz tega, ne? Ti si potem tudi to, koliko sem videla, izkoristil to smer, da si tudi nek svoj program naredil, ne? Ja. Ok, in kaj ponujaš tem programu? Zakaj bi se recimo nekdo odločil za to? To sem tudi predvsem ustvaril zaradi tega, ker mi malo zmanjkuje časa. Tako si ti tudi sama rekla, da imaš tudi, da delaš samo online. Sem hotel pač dati neko možnost, da nekdo, ko začne z Hajroksom, če ga veseli in jaz pač ne morem vsakem dati šanse, da ga treniram 1 na 1, da ima neko opcijo, da dobi prve občutke, kako se trenira, kako se dela, tako da sem pol ustvaril 5-tedenski program. Tekaški in moč, ločil sem na 2 dela, da je posebej tek, ker se mi zdi, da je tako najbolj pametno trenirati, vse od začetka, plus posebej treningi za moč oziroma Hajrok zvaje. Tako da sem pol to združil, ponujam na svoji spletni strani,
Tako da, če koga zainteresira, si lahko pogleda. Definitivno si poglejte. Jaz si bi tudi, samo sem rekla, da ne morem vsega naenkrat, ampak te kar potegne. Ne vem, ko gledaš, pa ko nekomu slediš, boš tako, kaj če bi to šel. Boš tak, ja, bi res, ne, imam res čas za to, ampak vsaj tek se mi zdi, da bi bilo fajn. Bi bilo nasplošno fajn študirati za neko kondicijo. Ne? Če sem rekel, prvo je, se mi zdi tek, pa vse ostalo. Tiste vaje, ajde, že nekak, ne? Ja, čeprav tudi vaje so naporne, ampak se mi zdi, če boš ti tekaško malo bolj pripravljen, ti bo tudi na vajah malenkost lažje. Kak pa so doma s tem, da si, tako si rekel, ne, sta bila oba dva nogometaša, ne, in oče in brat, pa potem si ti to pustil, da si v Hyroxu, kak so oni glede tega? Ja, ful je bilo zanimivo od začetka, ko sem rekel, ok, zdaj pa ne več nogometa igral. Pa kako bo zdaj pusto, pa malo še igraj, pa ne sem rekel, gled, ne zanima me, nima več takega veselja. Pa so avtomatsko, ko so tudi videli, da mogoče dosegam neke boljše rezultate, da še me je bolj potegnil, da bolj treniram, da sem res videl, da sem v bistvu nekako zasvojen s tem zdaj trenutno. Sem valjda dobil tudi spodbudo zdaj dalje. So me tudi prišli recimo v Berlin na Dunaj gledat, tako da tista bila tudi posebna tekma. Od mame pa ate, tako sem imel vedno podporo, tudi že prej v nogometu, tako da se jima to zahvalim. Sem vedno imel res zelo veliko podporo od vseh domačih, tudi od brata. Zdaj pa tudi isto podpora dalje. Čeprav mi je bilo čudno, da sem jaz zdaj zamenil, ker nikoli do mene ne bi rekel, Alen bo nehal igrati nogomet. Ampak ja, gled, tudi to je prišlo. Tudi sam si naj tega prej mislil nikoli. Si pa tudi omenil, da je šla punca s tabo, ne? Pa si rekel, da si 11 let nazaj, ko je bila ona, to je ista punca, da smo se danes nemo, kaj dobro. Že z osnovne šole. Že z osnovne šole, ok. Torej, že z osnovne šole so skupaj? Ja. Ok, in kaj bi rekel, da je tvoj nasvet za ohranjanje dolge zveze in kako to, da po vseh teh letih, da je zveza uspela? Pa jaz bi rekel, mogoče predvsem spoštovanje drug drugega, da to največja neka odlika, da tudi če nekdo, predvsem bi tudi izpostavil, predvsem v dolgih zvezah, da če nekdo rabi svoj mir, mu daš svoj mir, pa spoštovanje, valjda. To se mi zdi najbolj pomembno. Kako pa nam ratalo izgleda, je bilo usojeno, ne. Valjda smo imela vzpone, padce, tako ima vsak par, ampak jaz sem res srečen, da jo imam. Sigurno bo to poslušala, pa se bo smejala. Kaj bi pa rekel, da je bilo neko obdobje, čez katerega sta mogla iti? Verjamem, da je bilo kako obdobje, ki je bilo malo bolj rocky. Pa mogoče to neka prva ločitev, ko sem recimo šel v tujino igrat. Vseeno nisem hotel, da ona prekine neke svoje sanje, da gre ona recimo z mano živeti, pa samo tam z mano živi, pa nič ne dela. Se mi zdelo, da je fair do nje, da ona tu ostane, da ona sledi nekim svojim sanjam. Tako da mogoče to obdobje, ko nisem bila skupaj, je bilo najbolj tako, bi rekel, zaznamovano, ampak smo tudi čez to šla. Se mi zdi, da nam je tudi to dalo dosti, da smo se na nek drug način povezala. Pa predvidevam, da tudi to je zelo pomembno, da sta oba dva delala ravno na sebi, ne? Ker zdaj en res dela na sebi, pa raste, drugi pa ne dela nič, ostane zadaj. Pač ljubezen včasih ni dovolj, ne? Moraš ti nekako se tudi tu izpopolnjevati, ne? Torej zdaj imata skupaj studio. Ja, skupaj imamo studio, Sana tudi ima osebne treninge, zraven ima tudi masaže, pilates, ona še tako tudi več dela, kot jaz, se mi zdi. Torej sta oba dva čisto športna. Ja, zelo pridna je. Smo oba dva v tej smeri. Ni pa ne nikoli v Hyrox potegnila? Ne, ona je rekla, da ni šans. Ne? Ne, da je to samo za smoto. Kako se ubijaš. Da to moraš biti malo nor, ja. Ne, tako res razmišljam. Saj ne vem zdaj, če ljudje, ko poslušajo, tako se jim zdi, ampak meni se res zdi to zelo, zelo naporno in zelo tak, če bi si res človek hotel to narediti. Tisto, po mojem, ne vem, sigurno si ima kdaj misli, kaj je meni tega treba, ko si delal to. Se ti bom zdaj povedal en primer, ravno recimo. Moj najboljši čas, ko sem ti že prej povedal, je iz Berlina, 55-42. In jaz sem na to tekmo šel, takrat so s tem kolenom. Pač, ok, ni ok, vrejo, bomo šli sprovat. In jaz sem po prvem teku
Po prvem teku, pa po prvi vaji, ko sem šel spet v tek, sem si začel govoriti, Alen, odstopi, povej, da te, pa koleno je bilo ok, koleno je bilo super. Torej koleno je bilo ok? Super, ja, Okay. ampak sem bil tak, ne vem, nisem se verjel počutil, težko mi je bilo. Sem rekel, Alen, odstopi, reče, da te je koleno bolelo, doben ti nič očito, probo si gotovo, ne. Ampak pol sem jaz, ker sem toliko trmast, valjda sem strajal do konca in pol valjda sem najboljši rezultat dosegel tisto tekmo ravno tudi. Tako da je ful zanimivo, vedno se sprašuješ, saj jasno, zmes malo, kaj mi je tega treba, ampak se mi zdi, da to ima vseeno neki dodatni čar. Pa si kdaj odstopil? Ne, nikoli. Aha, pa jih, mislim, je to nekaj tak normalnega, da kdo odstopi? Jo, mislim, ni normalno, jih pa kar nekaj, mislim, tudi odstopijo, veš, da se zgodi kakšna poškodba, ampak se mi zdi, da večina jih pride do cilja. Se pa valjda tudi zgodijo. Zdaj recimo na svetovnem prvenstvu je enemu ravno Ahilovo tetivo je počela. Kar grda poškodba. Shit. Imel sem pa na prvem svetovnem prvenstvu tudi sem videl, recimo, ko en skup padel, ne. Aha. Take stvari se tudi dogajajo, ne, tako da pač, ampak ja, večini jih pa pride do cilja. Kako pa je glede, ne vem, vode ali pa teh energijskih gelov, je to vmes ali? Ja, imaš dve postaji, ko imaš imaš, pa postaje. ja, se lahko ti staviš, spiješ, imajo tam vodo gor pa ne vem, Red Bulle. Nimaš pa nikoli ti nič zraven? Jaz si vedno vzamem gel zraven žep. Aha, ok. Gel imam, jaz ga vedno ponavadi po 4. postaji vzamem. Jaz ful tudi švicam, recimo, in jaz se ful rabim neko tekočino, tako da moram piti obvezno. Ampak ful pa je tako nepriročno, ker ti s tem, ko se zaustaviš, zgubljaš čas, ne. In ti Ja, pa noč- verjetno, da bi zdaj vodo imel pa z vodo. Ja, ne moš, ne. Ja. In pač skušam nekako zdaj najti način, da bi pač vsaj malo, da spijem, pa da čim manj časa zgubim, ne. No, vse nekaj elektrolite. Recimo verjetno, eni si nosijo celo, lahko imaš tako torbico, si daš noter, recimo toto neko flaško, pa recimo malo spiješ, ampak to bi mene motilo. Imaš pa pri eliti posebej prostor, ker tisto pač posebej 15 tekma, ker drugače se tega ne bi mogli iti, si lahko posebej nastaviš svojo pijačo. Pa si recimo med tekmo vzameš, pa spiješ. Pa niso tekme nič testirane, ne? Doping? Ja. Ja. A so Eliti 15, testirane? ja, so. Zdaj letos je bilo že drugič na svetovnem prvenstvu, ko je doping. Prvi 3 so vedno na dopingu, pa 2 naključno. Če ki prvi 3, ko zmagajo. Prvi 3 tekmovalci plus 2 izžrebajo naključno. A torej niso, da bi pred tekmo že bili na dopingu? Ne. Mislim, da bojo z naslednjo sezono ali že to, zdaj ne vem, tudi nekaj hočejo na ključne teste to davati, da bi, ne vem, samo to ne vem, če kar lahko, to je malo zakomplicirano, ne vem, če... Ja, po moje bolj na kakih res totih high tekmah, ne? Ja, sej na teh majorih bo doping vedno prvi 3 plus 2 naključno, samo mislim, da hočejo tudi tako malo še uveljaviti v tak navadne tekme tudi. Da jih malo strašijo. Ja, kao. ja. Aha. Ker sigurno je dosti tega. Ja, valjda. Pa že veš po mojem, zato ker danes imaš ti ogromno ljudi, ki sploh ne tekmuje v ničemer, pa pač reče, ajde malo, ne. Pa če pa še grem na Hyrox, nekomu to ni neka main stvar, verjetno, ne. Pa so jih vrgli že, kaj si videl, da so jih? Zaenkrat še ne. Okay. Ni še bilo dobenega. Jaz bi rekel, da je mogoče celo tega več v rekreativcih, kot pa tu v pro športih. Se mi zdi, da tu se mogoče doben noče igrati s svojim ugledom, pa vsem skupaj. Bi rekel, da je več tega v rekreativcih. Ja. Ja, ker verjetno, če bi te zaenkrat tudi dobili na dopingu, bi ne vem, bil ti tretji, bi rekli, ja, on je tako na dopingu, se vsi njegovi rezultati so na dopingu, ne. Škodo si narediš tako, da brez veze, ne. Ugled, vse skupaj, ne. Pa si kdaj dobro gledal, da si bil nogometaž, so vas tudi verjetno tam testirali, kaj so vas? Ja, no, smo imeli takrat, ko smo bili v Mariboru, pa ko smo bili v Evropi, smo imeli tudi doping kontrole po tekmah. So tudi 2, mislim, da naključno žrebali, pa vzeli. Pa si kdaj probal kaj? Ne. Nikoli? Ne, nikoli ne. Pa te kdaj mika, da bi, ne vem, kdaj v življenju kaj poskusil? Zaenkrat ne, se mi zdi, da sem še zdaj dokaj toliko ok. Niti nimam znanja trenutno iz tega, niti me ne zanima. Tako da to je to zaenkrat. Alen, hvala. Jaz ti želim vso srečo in s kolenom in z vsem ostalim. Definitivno mislim, da si velika inspiracija, motivacija. Hvala ti še enkrat, da si danes vzel čas. Me pa zanima, kaj bi bilo neko tvoje zaključno sporočilo ali pa zaključna misel?
Hvala tebi, da si me povabila. Z veseljem. Še kaj ti bom povedal? Zdaj pred kratkim sem en podcast poslušal, pa je en povedal, da the dream will be over one day. Tvojih sanj bo konec en dan. Pa mi je to dalo ful tak zamisliti. Se mi zdi, da enkrat zdaj, ko sem še toliko star, pa ko imam še možnost, da lahko vse naredim, kar lahko, da dosežem neke cilje, naredi vse, kar se da. Ker enkrat, ne vem, ali boš poškodovan, ali boš, ne vem, umrl, ali boš bilo kaj in te sanje bojo mimo, ne. Tako da takrat, ko še imaš to možnost, delaj vse, da te sanje dosežeš. Hvala. Prosim.